Dragi gospodje, cenjeni županski kandidati, tudi seveda županska kandidatka za županjo v občini Duplek in pozdravljeni na večerovem soočenju Bo. Preden čisto zares začnemo, pa pozdravu seveda vabim odgovornega urednika edicije večera, gospoda Tomaža Ranca. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gosti, vsi obiskovalci, spoštovana kandidatka in kandidati. Lep dober večer tudi v imenu časopisne hiše Večer. Počaščen sem, da vas lahko danes tukaj pozdravim v tako velikem številu, kar je samo še eden v vrsti dokazov, da so volitve praznik demokracije. Drugi dokaz pa je seveda to, da je tukaj v Dupleku kar 11 kandidatov oziroma kandidatka in 10 kandidatov za župana, kar tudi pomeni, da je tukaj živi in dela veliko ljudi, ki imajo vizije, kako to občino peljati naprej. Zanimanje za županski stolček je v Dupleku izjemno veliko. Mislim, da je Duplek tudi rekorder po številu kandidatov v teh nadomestnih županskih volitvah. Najprej me seveda zanima, zakaj ste pravzaprav želeli postati, oziroma si želite postati župan občine Duplek ali županja seveda, in pa 3 stvari, torej 3 bistveni poudarki vašega programa. Torej na kratko z gospodom Hauptmannom bi kar začeli. Dobro večer vsem skupaj, sem Janko Hauptmann, doma sem iz Dvorjan, natančnejše iz Joh. Ker sem tu doma, tu živim za svojo družino, z svojimi sorodniki, prijatelji, znanci, sem se odločil, da kandidiram, da dodam svoj prispevek razvoju te občine. Ni mi vseeno, v kakva smer se bo razvijal naš kraj, ni mi vseeno, zakaj se bojo porabljala sredstva vas, občanov, zato sem se odločil za kandidaturo. 3 bistveni poudarki vašega programa. Kot prvo, seveda najosnovnejše, kar potrebuje vsako gospodinstvo, to je pitna voda v vsa gospodinstva, to se verjetno tudi vsi ostali kandidati strinjajo. Naslednja zadeva bi bila morda racionalizacija proračuna, na kar sem bil že pozoren v tem času, ko sem svetnik v občinskem svetu, in nenazadnje pravičnejše in enakomernejši razvoj vseh delov občine. To vemo, da marsikje so kateri kraji zapostavljeni. Kandidirali ste tudi že na zadnjih županskih volitvah, takrat ste bili, mislim, da edini protikandidat, je gospod Ribič tako močen kandidat, da sedaj pa kar 10. Izgleda, da takrat ni noben imel dovolj poguma, da bi se postavil po robu našem že dolgoletnem županu. Zbral sem ta pogum, zbral sem podporo občanov in se odločil že na prejšnji volitvah za kandidaturo. Moje ime je Boštjan Parklič. Zakaj sem se odločil za kandidaturo? Zato, ker imam 2 majhna otroka, 8-letno Lauro in 9-mesečnega Tineta. Moje otroštvo je bilo super, Duplek, prelepo. Zato si želim mojim otrokom, vašim otrokom zagotoviti lepo otroštvo v tej občini, medgeneracijsko sodelovanje med starejšimi, nami in mladimi. To je verjetno tudi bistvo vašega programa. Najbrž, ker predstavljam tudi bistvo mladih teh volitev. 3 poudarki. Moje 3 prve prioritete so dokončanje projektov, kateri so dostavljeni brez, ker bomo drugače zdržali na naš stran. Druga zadeva je pitna voda, Vince, Vurme. 3. zadeva, kanalizacija, nujna. 4. mora biti, Evropa nam predpisuje, razsvetljava. Moramo urediti, brez tega bomo plačevali brez vize. Mislim, da 2 leta ste bili izvoljeni tudi v občinski svet, sedaj je to nekako nadgradnja. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu, sem skupaj. Na nek način ne je nadgradnja, saj morda brez te podlage se nekako tudi ne bi upal spustiti v to tekmo. Kot občinski svetnik sedaj poznam nekako delovanje občine, sicer pa, kar me je privedlo k tej kandidaturi, je to, kar želim prinesti v to dupleško politiko, torej svežino, strpnost in ideje, in pa seveda resnično širok krog podpornikov, prijateljev, znancev, ki me pač k temu spodbudilo. Ne nazadnje čez 100 zbranih podpisov pri sami vložitvi kandidature. To so torej tisti razlogi in pa delati dobro za krajane občine Duplek. To je tisto, kar je glavno vodilo. Mladost je prednost ali je mladost manj izkušen? Mladost je lahko tudi prednost, zato se ne ustrašite. In še poudarki? Kar se pa samih poudarkov tiče, pa seveda se tudi jaz sam nagibam
najprej kvalitetnemu dokončanju začetih projektov, ki nekateri so že tako dolgo odprti, da delajo nezadovoljne občane, potem potreben je skladen razvoj občine, v to želim vlagati veliko energije in pa seveda ta racionalizacija, tolikokrat povedana, jaz resnično želim torej konkretizirati, da bomo varčevali in delali projekte, ki nam bodo na dolgi rok denar vračali v proračun, ne pa da smo vedno bolj zadolženi in vedno več denarja porabimo. Za to kandidaturo sem se odločila, ker verjamem, da lahko pomembno pripomorem k razvoju občine. Namreč imam zelo dobre izkušnje, 4 leta sem živela v tujini, v eni najbolj razvitih držav, to je Danska. In kaj konkretno, recimo, ste iz Danske prinesli v Slovenijo ali pa lahko prinesete in vam tako pomaga pri tej kandidaturi, čisto konkretno? Zelo dobro vprašanje, to je dvig izobrazbene stopnje. Želim, da se vlaga v izobrazbo, da se vlaga v znanje, v motiviranost, v podjetništvo. To je tisto konkretno, kar dela razvite države še razvitejše. To je torej en poudarek, mogoče še kakšen? Ja, seveda, pogledajte, racionalno razpolaganje s proračunom, torej varčnost. Jaz bi rekla, da se sama varčnost že vidi v predvolilni kampanji, tako da to... Pa kot ženska, imate kaj prednosti, menite? Jaz ne stavim na žensko, jaz stavim na svoje izkušnje in znanje, no, to bom rekla. Predhodniki so omenjali stabilizacijo financ. Sam delam na proračunu in verjamem, da imam pač največ izkušenj oziroma znanja prav na tem področju in žal časi, ki so me pripeljali do tega, da mi ni vseeno, kdo bo na tem mestu, kdo bo vodil, kdo bo upravljal z vašim denarjem in mislim, da je treba dati mesto tudi stroki in zato je pač moja odločitev takšna. Prišli ste od zunaj, če lahko tako rečem, nekaj let, sedaj službujete na občini Duplek, je to zdaj prednost kot en širši pogled na stvari ali mogoče pomakljivost, da vas ljudje manj poznajo? Pa jaz mislim, da so me tekom mojega dela že dobro spoznali. Definitivno je morda tudi prednost, da imamo nekako širše poglede, da tudi druge izkušnje znam speljati v ta kraj. Je pa dejstvo, da moramo sodelovati vsi skupaj in zato mislim, da je to povezovanje tisti cilj, ki ga si želim tudi doseči, zato niso to samo finance, občina je lahko srečna tudi, če so v njej sposobni in složni ljudje. Vsi kandidati imamo skupne nekako cilje, dokončanje nekih investicij in podobno, ampak moj prvi poudarek je pač ta, da naredimo neke ukrepe, kjer bojo ti fiksni stroški, tekoči stroški upravljanja za infrastrukturo se zmanjšali, ker le na dolgi rok bomo lahko zagotovili spet tisti potencial za lastna sredstva in za projekte, da bomo lahko z lastnim kapitalom delali, ker pač zadolževanja si v tem času pač ne smemo več privoščiti. Sem kmetovalec Jože Korošec iz Dimice, postal sem srednjo kmetijsko šolo, usposobil sem se za strojnika. Za kandidaturo sem se odločil zato, ker se je premalo vlagalo v okoliške kraje, naprimer Zinica, Korena, Jablance, še več je teh krajev, ki bi grad izpostavil. Moje 3 prioritete so vodovod, vince, kanalizacija, ceste in ta razsvetljava. To bi se moralo zamenjati s temi jodami, cenejša elektrika. Imate kar skupne točke kot nekateri kandidati že pred vami, hvala lepa, bomo tudi kasneje konkretne o programih tudi spregovorili. Naslednji je gospod Štumberger, tudi zdajšnji začasni prvi šef občine. Odločili ste se za kandidaturo Signala. Od leta 1998 sem zaključil v lokalno politiko. 4. mandat sem občinski svetnik, od lanskega leta tudi podžupan, od decembra pa tudi vodim to občino kot župan. Glavni poudarki vašega programa? Ja, občina od vsega začetka, kar sem zraven, dejansko skrbi za enakomeren razvoj po celi občini in tudi temu mi stremimo. Vsak način je potrebno povečati občanom možnosti za pridobivanje dohodka, potem na vsak način seveda okoljske razmere, pa družbena oziroma društvena dejavnost je zelo pomemben dogodek. Sem Boris Panjkihar, inženir gradbeništva, univerzitetni diplomiran organizator dela. Organizacija dela je moje področje, gradbeništvo je moje področje, sem sodni cenilec, sodni izvedenec, povlaščen inženir inženirske zbornice.
nepremičninski posrednik z 20-letnimi izkušnjami na tem področju, z vodstvenimi izkušnjami na delo v občini Maribor. To so stvari, to so podlage, na osnovi katerih lahko kandidiram za župana, to pomeni istočasno pa je seveda moj moto to, da je potrebno dokončati stvari, ki niso bile narejene, za katere ni bilo denarja, za katere ni bilo posluha, ki so se delale enostransko. Če hočemo, da se občina razvije, moramo imeti 3 poudarke, nova delovna mesta, to je prvo, kar je potrebno narediti, racionalizirati dosedanjo porabo, dosedanji način porabe in seveda složno, skupnimi močmi lahko to naredimo in bomo tudi ostala področja lahko vsaj malo uresničili. Za kandidaturo sem se odločil na pobudo skupine ljudi, ki želijo, da nekatere projekte v občini Duplek izpeljemo bolje, z manj občinskega, z več državnega in evropskega denarja. Na letošnjih parlamentarnih volitvah nastopam kot kandidat stranke Pozitivna Slovenija. Pomeni, da bomo gospoda Jankoviča zdaj pogosteje srečevali v Dupleku. Tudi to je možno, enkrat je že bil pri meni na obisko, tako da kar se tiče tega ni problema. Imam tudi zagotovilo glede mojih cestnega omrežja, predvsem Korenske ceste, kjer imam zagotovljeno pomoč poslanske skupine Pozitivne Slovenije, da bodo vlagali amandmaje na rebalans proračuna Republike Slovenije, da to cesto končno po dolgem času nekje uvrstimo v program, da se ta cesta začne obnovljati. Jaz vidim, da me vsi poznate, skoraj 70%, sigurno najstarejši kandidat. 70% popusta dajete tudi, dajem v svojo dejavnosti. Hvala lepa. Za kandidata sem se odločil zaradi nekončanih del projektov občine Duplek. Če pogledamo, smo 3 razredni ljudje v občini Duplek. Prvi razred je Duplek, drugi razred je Dvorjane. O tem razvoju in teh vaših predpostavkah in programov bomo še govorili. Zanima me čisto konkretno 3 točke. Konkretno me poznate. Kaj se pa tiče programa, odločil bi se kanalizacija, vodovod, dom stareli, dvorana, prostor za mlada, ceste, talce, ki so razrite do konca in za bregami. Veliko boste torej delali? Torej, delali bomo dosti, samo denarja. Tako, hvala lepa, gospod Skop. In še seveda na koncu gospod Bratov. Za ta korak sem se odločil, ker imam rad to občino. Razumem okolje, v katerem živim, zato sem se odločil za to kandidaturo. Prioritete navajam sledeče. Programski proračun, socialna skrb za starejše občane, poudarek na mladih družinah, turizem, komunalne dejavnosti in vsekakor cestna infrastruktura. Hvala lepa. Torej tudi gospod Bratov, kandidat za župana, sedaj ste tako dobili tisti osnovni uris, osnovno idejo predstavo o tem, kdo so kandidati, katere obraze boste torej volili na izrednih županskih volitvah, pa hodimo kar morda nekoliko bolj nekvaličnem vprašanju, ampak vendarle. Gospod Ribič je bil župan vse od ustanovitve te občine. Sedaj vidim, da je velika vrsta za njegovo nasledstvo, vsi seveda računate, da boste izvoljeni. Verjetno menite, da bi nekatere stvari, omenili ste že, lahko peljali bolje v tej občini. Katere so bile dobre, katere bi lahko peljali bolje, pa najbolj nekvaležno je seveda gospodu Štumbergerju postaviti to vprašanje, ampak vseeno, ljudje vas mogoče naslavljajo kot naslednik Ribičeve politike, enako bo naprej, kot je bilo do sedaj, morda tisti, ki se bilo če niso strinjali, kako se boste vi pozicionirali, če boste seveda izvoljeni? Če vam čisto odkrito povem, seveda, to je malo laskanje, ker predhodnik, torej gospod Ribič, je bil uspešen župan. Na vsak način, če pogledamo zadnje volitve, mislim, da je bilo tam nekje čez 66 proti 33. Pa tudi ni bilo veliko proti kandidatov tudi, to je. Realno povedano, seveda, gledajte, čisto, vsak, ki se pač danes tu pojavlja, jaz na vsak način razmišljam o te stvari, ker je eno vprašanje, zakaj nas je 11, zakaj nas je toliko, Seveda je bistven problem v tem, jaz se skozi o tem razmišljam in to je, pojavlja se priložnost. Ljudje so vzkrili, pa so probali, da vidimo, kaj lahko tudi naredimo. Ustvarjali so določene skupine, ki pa seveda zdaj tvorijo nas vseh 11. Potem seveda stvar, ki je tudi, mislim, da kriza je pomogla k temu,
mogoče nekateri izmed nas vidijo tudi službo. Ja, vidijo. Dobra plača, recimo. Tudi to, ne. Tudi to. Hvala lepo, gospod Štuberger, za enkrat, pa pojdimo kar na levo stran, gospod Pankika, torej, enako vprašanje tudi za vas, kaj se bi dalo narediti bolje? Marsikaj. Predvsem racionalno porabo sredstev. Moram reči, da smo se preveč zadolževali finančnici. Ampak to je recimo sindrom vseh slovenskih občin. Nekateri razmišljajo celo o stečaju, čeprav ne vem, kako bi občina šla v stečaj, ampak vseeno, občine so zadolžene. Da se tudi doma se ne zadolžujete preko mere, ampak do tistega nivoja, do katerega lahko živite. Tu pa moram reči, da smo določene stvari resnično naredili preko mere finančne. Kaj konkretno? Glejte, proračun je približno za 4 milijone evrov, lahko me popravi, ali pa tam je 3 in 4 zadolžen, toliko je kreditov, ker ta zadeva ni mala. To mini finančno stanje občine ni najboljše. Zadeva je ta, da smo peljali dosti investicij, ki niso kvalitetno narejene, imamo kanalizacijo, ki ne funkcionira tako, kot bi naj. Imamo kraje po 17 letih, ker še danes nimajo vodovoda, kar nekaj ljudi je takih. Jaz mislim, da je voda in dostop prvo, kar je treba dati ljudem, brez tega seveda tu zadovoljnih občanov ni. So stvari, veste, je nekaj poti, po katerih je treba iti, so dobre, so pa tudi slabe. Bomo v večjih poteh kasneje. Gospod Ahej, menite, da je občina preveč zakreditirana, čisto tako? Ja, do neke mere se strinjam z mojim predhodnikom, kar me druga ne preostane, kot da se strinjam s tem, dejansko pokazatelji finančni so takšni, kot je moj predhodni sogovornik dejal. Jaz bi se predvsem osredotočil na tiste projekte, ki jih je nujno potrebno dokončati. Vidim srž spora, ko sem že prej dejal, v Korenski cesti, vidim problem v cesti v naselju Zabrege, kjer že nekje 2 leti stoji na mrtvi točki, ljudje imajo ogromne probleme, po zamenjavi vodovodnih cevi se nekako ni našel denar ali se ni hotel najti denar. Bomo potem poprašali tudi finančnika tukaj, zakaj ga ni bilo? Se strinjam, da boste vprašali, jaz osebno smatram, da se je denar porabil za nekatere druge projekte. V glavnem, nadalje smatram, enostavno ne gre mimo tega, da je potrebno urediti razvoj v vseh drugih zaselkih, ne samo v centru občine Duplek. Gospod Skok, kako vi vidite problematiko, kaj bi se dalo narediti bolje? Bivšega župana pohvalo, ker je danes poslanec v Ljubljani, dobro je delo, nimamo kaj, malo je premalo to za obrobje občine, naprimer Gurbek, Zimica in naprej ne bi govoril, kaj še. In tu vi vidite razvoj. Da je delo dobro, malo pa bomo ga tudi grajali, ker je pač v center več vlogi. Če bi vi bili svetnik, ste v koaliciji. Malo bi šel na obrobje. Bi šel pa na še na obrobje. Hvala lepa, gospod Skok, pa gospod Greponer. Ja, poglejte, tako me je nekak misel prinesla v leto 95, ko je nastala ta občina. Takrat smo vsi hrepeneli po hitrem, kakovostnem razvoju naših krajev, naših naselij in takrat smo nekako bili vsi zadovoljni, da se je ta hitro tempo razvija v tej smeri, ko smo mi sedaj v Dupleku. Seveda, poglejte, vsekakor pa ob zamenjavi, bom rekel, enega ali drugega moža v občini Duplek vidi vsak določeno priložnost. Če vprašate mene osebno, vam povem odkrito, je tisti programski proračun, ko sem ga omenil na začetku, je tista osnova, za katero se moramo najbolj zanašati in na kateri moramo graditi tudi bodoče investicije. Poglejte, nekako programi, ki se v današnjem času pišejo, piše jih čas sam. Konkretno me zanima delo gospoda Ribiča oziroma delo v občini, ki bi se dali narediti bolje. Konkretni projekti, bili so vaši projekti, konkretni za cesta, za brege in tako naprej. Programski proračun je prva osnova, katera temelji na vseh ostalih postavkah. Komunalna infrastruktura, cestna infrastruktura, potem je kanalizacija, oskrba za pitno vodo, to so stvari, katere vsako občino tarejo. Ja, mislim, da smo se vsi enaki, imamo enake. Prvo bi vzpostavil vodovod, to je treba biti narejen v vsako gospodinstvo, mislim, da ni. Polje treba urediti ceste, to je konkretno Četinico, Škorjano. Ampak Duplek je uredil veliko cest, odkar je nastala občina, je to zdaj drugi Duplek, tisti ljudje, ki smo z Maribora in se vozimo skozi Duplek, ali ste kakorkoli aktivni, se naredijo veliko. Vi se vozite samo skozi Duplek, ne vozite se pa po okoliških krajev. Ja, in to je tudi temelj vašega programa. To je temelj mojega programa. Tukaj na mizi je tak šparovček, kaj pomeni, varčevanje nas čaka? Ja,
kot sem že prej omenil, pač situacija je taka, da bomo morali tudi malo privarčevati. Zaenkrat je še prazno, po koncu mandata bo gotovo poln, pa ne bo moj, bo občinski. Tako da, malo za šalo, ampak vprašali ste o projektih oziroma o morebitnih napakah gospoda Ribiča. Ne napakah, ampak kaj bi se dalo peljati bolje? Tako, ker je oddaja bom konkreten. Se pravi, 18 ali pa 16 let nam je popravi, več kot 16 let je bil gospod poslanec Ribič, naš župan. Gotovo je naredil ogromno dobrega, ampak če v 16 letih ne narediš nobene napake, oziroma ti je dober ne zna učitati, potem je nekaj, mislim, da nismo iskreni. Napaka v zdajšnjem času je bila prav gotovo, da smo šli prevečkrat po ustaljenih poteh in te nove recesijske čase nismo sprejeli pripravljeni. Preveč zadolženosti torej. Ne samo preveč zadolženosti, preveliki apetiti so bili, ne, in zato je ta cesta za brege, ne, je rezultat ravno tega. Preveč smo bili zagnani, preveč smo bili optimistični, želeli smo narediti vodovod, kanalizacijo, pločnik in še kaj. Krajani pa so 2 leti čakali. Če bi se mogoče takrat poslušala stroka, ne, bi morda po vodovodu cesto spravili prvotno stanje, kanalizacijo pa naredili takrat, ko bo za to denar. Še vedno pravim, vse se začne in konča z denarjem in ne moramo reči, imamo vse pripravljeno, samo denarja nimamo. Ne. To je pač ena izmed napak, ki jih je dela politika, ampak to ne dela samo gospod Ribič, ampak kdorkoli drugi, to delajo vsi politiki, ravno zaradi tega, ker so radi všečni. Ne. Ampak to je mogoče eno tista, ki pač zdaj sem se spomnil. Glavna zadeva. Hvala lepa, gospod Horvat, gospod Klavdija Živarič. Kako vi vidite dosedanje delo, bili ste odsotni? Ja, res je, pogledajte. Jaz bi pa izpostavila prioritizacijo projektov. Zdaj vlagajo se v bistvu nekatere projekte, drugi nujno potrebni projekti, kot so že jih prej omenili, moji sokandidati, kot je izgradnja ceste za brege, pa pač niso šli. Sam jaz verjam, da gospod Ribič bi si želel imeti to cesto, mislite, da ne? Ja, se pravi, prioritizacija projektov, ne? Mogoče smo delali prioritete na napačnih straneh, ne? Seveda pa je zdaj tukaj ena pomembna točka, da naredimo revizijo, pogledamo, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, da se iz napak naučimo in pa da dobre stvari, ki so bile, da jih peljemo naprej. Ampak kaj ena recimo konkretno zgrešena investicija, recimo? Ja, jaz bi rekla, da cesta Dupliški vrh. Hvala lepa. Tudi vi imate v programu zapisano predvsem besedo tej konsolidaciji javnih financ, investicije se je zajemalo s preveliko žlico. Jaz bi takole rekel tudi pokomentiral, ker so vsi torej delo župana dosedanjega. Prav gotovo v teh letih narediš veliko dobrega, narediš tudi kakšno napako. Veliko cest se je pri nas asfaltiralo, to vemo, ne, dosti je tega bilo urejenega, ampak pa bom navezal potem konkretno na odgovor, če narediš novo lepo cesto, na njo postaviš veliko novih lepih luči in vsega tega, kar sodi zraven. Tako, ampak hočem povedati to, da projekti, ki so se delali, je večina bila takšnih, ki nam zdaj prinašajo stroške. Pogrešal sem projekte, ki bi mogoče vračali denar, to je obrtno-poslovna cona, mogoče v smeri turističnega potencijala je bilo po moje storjenega premalo, o gramozni javni se leta in leta govori, pa še tudi ni prišlo do rešitev. Torej, pogrešal sem projekte, ki bi nam sedaj nekako znali polniti proračun. Takrat, ko seveda ko je bilo možnost, ko je bil denar, ko se bi to lahko počelo. Oziroma, ko se uporablja izraz, ko so bile debele krave. Ne? Gospod Parklič, lahko bi vi ocenili projekte, kaj bi se dalo narediti bolje v vaših očeh? Jaz sem prvo zahvalil gospodu Ribiču za dosedanje delo v naši občini. Veliko bilo dobrega storjenega, ne moremo tega zanikati. So pa določene stvari, katere jaz naredimo mogoče malo drugače. Konkretno? Konkretno projekti obrtna cona, konkretno objekt zbirni center. Bili so narejeni brez vednosti prebivalcev, občanov, kateri so živeli v njihovi bližini. Ti projekti so občine nekaj stali, potem pa so se občani pritožili na te projekte in smo ta denar drugi strani. Zdaj bomo narediti novo projektno dokumentacijo, nov prostorski plan, da bomo lahko vse te projekte izpeljali. Moje vodilo bo, da bomo prej
preden bomo šli v ta sprejetje teh prostorskih planov in vsega tega dobili soglasje občanov. Hvala lepa, gospod Partlič, pa še gospod Hauptmann. Zaključimo tale krog. Hvala za besedo. Jaz se v določenih zadevah ne strinjam z mojimi predhodniki. Vsi govorijo, da gospod Ribič naredil ogromno dobrega, mislim pa, da še kar nekaj dolgov iz celo njegovega prvega mandata. Vsi se spomnimo, pred nastankom občine Duplek smo imeli zdravnika v Dupleku, smo imeli pošto v Dupleku, smo imeli trgovine, mogoče celo malo bolj prijazne trgovine. To imamo tudi danes. Vsi objekti, ki so blizu nas, se pripisujejo zasluge županov. Jaz pa mislim, da to vemo, da so investitorji gradili vsak za sebe. Ne rečem, da se tudi nekaj ni storilo. To, kar so še predhodniki ugotavljali, tu so vodovodna omrežja, kanalizacije, tu je nekaj asfaltiranih cest, takih, ki pač vsi seveda rabimo. Tudi na Dupleški vrh se rabi to cesta, ne? Na Dupleški vrh, sicer jaz se redko peljem preko Dupleškega vrha vleka. Pa je lepo zgore. Ampak lepo pa je. Lahko je tudi omenil premalo počrpanih sredstev iz državnih in evropskih razpisov. Tu se pogosto nismo niti znali prijaviti, niti se nismo. Ravno pa rečem, tu uspešen župan bo moral z tem proračunom delati malo bolj racionalno. Ne bo se smel zadolževati, ker zadolževati en človek v občini v imenu vseh občanov, mislim, da je neodgovorno. Tudi doma se ne zadolžujemo tako brez, da bi se dogovorili med sabo, ne pa za celo občino. Res je, tako vrčevati je treba in vrčevanje tudi na državnem nivoju, se mi zdi ena beseda, ki se zelo pogosto uporablja. Hvala lepa, gospod Hartmann. Možnost ima naši kandidati tudi seveda za replike. Prvi se je prijavil gospod Štumberger. Komu konkretno? Gospodu Horvatu, in sicer v zvezi z projektom Celovita oskrba severovzhodne Slovenije z pitno vodo. Projekt je dobro pripravljen na vsak način, ampak v teh situacijah, spomnimo se 2 leti nazaj, stečajni postopki, cestno podjetje Maribor, Nizke gradnje, so kratko malo doprinesli, da se ti projekti niso dokončali. Tudi za Bregami v končni fazi je bila dobra želja, tudi prejšnjega župana, da bi seveda v isto traso, v isto cesto uredili tudi kanalizacijo. Seveda vemo, za ta projekt pravimo tudi denar in seveda smo ga imeli pripravljeni. Ampak stečaji so svoje doprinesli. Hvala lepa. Repliki se je prijavil tudi gospod Horvat. Ja, zdaj bi najprej kar repliciral na repliko, če lahko. Jaz nisem trdil, da je projekt oskrba pitne vode severovzhodno Slovenijo bil slab projekt. To je dober projekt, ki se je žal zalomil, ampak to, da imamo mi neasfaltirano cesto za Brege, ni kriv projekt za Brege, ampak naši apetiti po vsem tem, tudi kanalizacijo, kot ste omenili. Za kanalizacijo je projektantska vrednost bistveno več, kot imamo predvideno v proračunu in je ne bomo mogli sprovesti v tem letu. Tako da to je to, potreba je realno načrtovati, realno planirati in pač si naliti čistega vina. Druga stvar pa bi repliciral gospodu Hauptmannu, ko govorijo, da nismo bili uspešni pri črpanju evropskih sredstev, se pa ne bi mogli strinjati. Ravno naša težava je v tem, da mi smo uspešni pri črpanju, ne moremo pa zagotoviti lastnega potencijala za lastna sredstva. Žal je pač tako, da imamo velike stroške kot smo rekli, za infrastrukturo, ki je stara, z vzdrževanjem, z kurjenjem dvoran, z kurjenjem šol in pač to nas preveč stane in zaradi tega nimamo lastnega kapitala, da bi lahko projektom sledili. O investicijah bomo še kasneje še govorili. Gospod Ahej, gospod Kumer, pa potem gospod Hauptmann. Ja, jaz moram replicirati gospodu Hauptmannu. Zadolževanje občine Duplek, gospod Hauptmann, vsekakor ni pristojnost župana, ampak je to pristojnost občinskega sveta. Gospod Hauptmann je bil seveda član občinskega sveta, gospod Kumer še. Replika, no, pa ni direktno na gospoda Štumbergerja, ampak vseeno. Saj je res, da so se zgodili neke dejavniki, ki so zaustavili pač gradnjo ceste in tako dalje, ampak tu je bila še ena napaka, mogoče storjena, kar sem jaz pač dobil informacijo od ljudi. Premalo se je ljudem o tem potem povedalo, premalo je nekako se odkrito spregovorilo. Recimo prebivalci za Bregov Talc na nekoliko sejah občinskega sveta smo o tem govorili,
Jaz sem celo predlagal, da bi se en zbor občanov tam naredil, da bi se ljudem razložil. Vse ljudje razumejo, samo ljudi moti ta odtojenost in mogoče te odtojenosti je na koncu že bilo preveč. Ne? Ljudem bi se moralo direktno povedati, tako je, stanje je takšno, bomo zadevo uredili, ampak ne gre takoj. Ne? To pa vsi razumemo. Tako v svojem programu tudi govorite o tem, da mora biti občinska uprava biti servis vseh občanov. Pa gremo gospodu Hauptmannu, naprej dvakrat ste izvani. Ja, bom kar več časa porabil. Cesta za Brege, vam moram reči, vsi govorite o projektu, ki bi se naj nadaljeval iz vodovoda v kanalizacijo. Zdaj, pred vsem občinstvom moram to povedati, koliko časa sem v občinskem svetu, imam ta podatek, da vsi so računali celo na razpis za sredstva za kanalizacijo. Tega razpisa pa še niti ni bilo razpisanega in vsi so govorili, kako bomo naredili tudi kanalizacijo zraven. Ljudje se pa že za 3. leto vozijo po luknasti cesti in imajo od praha do fasad pošpricanih in tak naprej. Naslednja stvar... Še odgovornost občinskega sveta, torej? Odgovornosti občinskega sveta ni, to je bil plan sprejet pred mojim nastopom mandata in mi smo na to opozarjali, sem tudi član odbora za komunalo, tudi z ljudmi smo šli v stik in smo organizirali ljudi v en odbor, ki bi naj to spremljal, ampak njim se teh stvari ni povedalo, da še niti razpisa za kanalizacijo za Zabrege ni bilo, na katerega bi se naj mi prijavili in kasneje pridobili sredstva. To, kar se tiče ceste Zabrege, potem mu moram razložiti tudi gospodu Horvatu, naj pove podatek, koliko je bilo pridobljenih teh evropskih sredstev v zadnjem času. Odkar sem jaz v občinskem svetu, dosti tega nisem zasledil. Gospod Horvat je torej bil v tem trenutku direktno izvan, tako da eno repliko še dovolim, torej konkretna številka. Zdaj čisto konkretne številke v glavi nimam, je pa prav gotovo okrog 1 milijona evrov v zadnjih 2 letih prišlo na račun občine Duplek strani evropskih skladov. Gospod Hauptmann, torej vi menite, da bi lahko počrpali več, oziroma vi konkretno bi naredili to bolje? Zagotovo. Pripravljati se na razpise, verjetno jim je kar nekaj razpisov šlo, če smo odkrili. Pa čisto konkretno, ko govorimo o evropskih razpisih, je zelo taka nekvaležna zadeva. Vsi lahko govorimo, dajmo se prijavljati na evropske razpise. Vi recimo konkretno za projekte, sami ste se že prijavljali, koliko denarja ste že dobili iz Evrope? Jaz se še nisem imel možnost prijaviti kot, niti nisem podjetnik, niti nisem jazen uslužbenec, tako da koliko spremljam pa... Konkretno torej razpisov sami niste pripravljali, ste na njih prijavljali in tudi dobili nekaj denarja? Tega še nisem počakal, to ni v moji pristojnosti, ravno še bi pa rad navezal to na sam proračun, tudi odgovor gospodu Aheju. Jaz mislim, da proračun, osnotek proračuna, to bo gospod Horvat tudi lahko potrdil, po vsej verjetnosti usklajuje z županom in je v večjem delu je to želja župana, ta proračun. Jaz sem dal predlog, več sodelovali občani, da bi bili občani tisti, ki bi postavljali prioritete in želje, kaj se naj dela v občini, ne pa da en človek tisti, ki potem to vse vodi in tudi namenja sredstva. Hvala lepa, je pa dejstvo, da seveda župan ima zelo veliko funkcije v določeni občini, v katerikoli občini je izvoljen, predvsem manjša občina, kot je na primer Duplek, dejansko gredo finančne transakcije prek njega. Gospoda Štubergerja, še zadnja replika v tem krogu, kaj ti je direktno izvan tudi. Bi dal gospoda Hauptmanna repliko. Na vsak način, gledajte, če mi hočemo črpati evropska sredstva, moramo zagotavljati tudi svoje sredstva, to je svoj delež. Maksimalno, kaj dobimo, lahko je 85%, pa če odštejemo še davek, je to 35% manj. In potem, če malo nadaljujemo, potem se pa vprašamo, odkot nam tak veliki dolg. Sve, če mi s tem tempom nadaljevali, potem bi pa se pač sami sebe pojedli s temi dolgom. Pa tudi evropska sredstva so problematična, čisto zaradi tega, ker je potem potrebno zagotoviti lasten delež. Gospod Hauptmann, kje pa ga vzeti, če proračun že zdaj v minusu? Ja, ravno to je odgovor gospodu Štumbergerju. Zadolževati to, kaj podarja vedno kolega Kumer, zadolževati se za take projekte, ki nam vračajo. Podjetnik kupi tovornjak, da bo z njim vozil in da se mu bo odplačeval, pa da še bo zaslužil. Podjetnik kupi stroj, da bo delal izdelek, ki ga bo prodajal. Mi se pa zadolžujemo za take projekte, ki nas potem pojejo in zato tudi ta evropska sredstva nič ne pomagajo, če bomo zagotavljali svoj veliki delek. Ampak podjetnik bo moral sam kandidirati na evropskem razpisu in sam kot podjetje dobiti tudi denar za evropskega razpisa. Verjetno ne bo občinski uradnik kandidiral na evropskem razpisu za podjetnika. To sem vam dal samo za primer, da občini se naj
odpirajo taki projekti, ki bodo na daljši rok vračali občini tudi kaj, če smo že pri poslovni coni, ta bi nam zagotovo vračala z oddajanjem podjetnikom, z združevanjem podjetnikov na enem mestu in bi se nam zagotovo ta projekt odplačeval na daljši rok. O investicijah in teh zadevah bomo še govorili. Predlagam, da zaključimo tale krog in ostanemo seveda pri denarju. Izbral sem tudi en poudarek iz vaših programov, ki pravi konsolidacija javnih financ. Torej, preveč se porabi, proračun ne vzdrži vseh izdatkov, ki bi jih moral, pa me zanimajo čisto konkretni ukrepi, ki jih boste, če boste izvoljeni za župana, torej sprejeli. Je občinska uprava preširoka, bodo tu odpuščanja, je tukaj režijski obrat preštevilen, recimo gospod Grefoner, če z vami začnemo. Kako torej v proračunu nekaj prihraniti? Poglejte, na samem začetku sem rekel, da bi bilo potrebno v občini narediti programski proračun. To nekaj pomeni. Program je tisti, ki daje osnovo in vodila za naprej. Program verjetno je že tudi zdaj pripravljen, verjetno se proračun ne naredi kar tako. Ja, poglejte, vizija programa je lahko takšna ali drugačna. Ko ste vi prej omenili glede delovnih mest v režijskem obratu oziroma občinske uprave, gledajte, popolnoma se ne strinjam za to tezo, kaj ti povem vam nekaj. Predlog. Kako snižajte omenil ste, gospod Robert, če lahko dokončam, vsekako ne bi pristopil v ta način, da bi prišlo do odpuščanja, kajti vsak po svoje se trudim in vsekako delamo po najboljših močeh. Glejte, nihče ne more narediti vsega, tako, da bi lahko naredil, ampak mora vsak gledati za tem, da bi lahko naredil nekaj dobrega. To je moja teza in vam povem čisto odkrito, vlaganja v cestno infrastrukturo, glede na programski proračun, komunalno infrastrukturo, to so stvari, katere treba v konec leta se vsest, doreči, pa potem programsko programira za naslednje leto, a seveda z predpostavko, da zagotoviš finančna sredstva. Torej predpostavljate, da sedaj se tega ne počne? Se je počelo, ampak premali mere. Hvala lepa. Gospod Grefoner, gospod Skok. Je bi vi prihranili? Mislim, da prvo bi mogli pogledati, kako bomo videti znaš. To je, mislim, zdi ključno. Odkot? Probajte mikrofon. Ja. To, koliko denar. Vsi govorite, kaj bomo delali, denarja pa nimamo. Dajmo se enkrat vsi skupaj zmeniti, odkot denar. Najboljše, da ga danes poberemo. Ja. Da bomo vsak Poglejte, za Bregami so sami financirali cesto, razkopali je, so popravili, pa niso. Veste, občina Duplek ni samo cesta za Bregami. Občina Duplek je precej širše geografsko področje, se preveč se omejuje. Mene ne zanima ceste, mene zanima točno, poznate verjetno proračun. In kje je konkretno? Malo manj poznam, ker nisem v občini Duplek, tako so drugi, najbolj bo pa poznal gospod Orban, ki je od 2007. leta tam in on točno ve, ki bi se dalo šparati, ki pa se ne da šparati. Hvala lepa, gospod Skok, pa gospod Arkej. Ja, jaz se matram, da moramo predvsem težiti proračun med davčnimi in nedavčnimi prihodki, potem moramo zagotoviti nekako v prvi meri sredstva za dokončanje investicij, ki so v teku. Pa se morda čudno sliši, do sedaj mislim, da bo potrebno pogledati tudi začete projekte. Ki je na izdatkih, recimo? Tudi narediti revizijo, potem recimo ugotoviti nepravilnosti, zakaj določeni projekti niso bili dokončani, zakaj se je porabilo več denarja, kot je bilo predvideno v občinskem proračunu. In v končni fazi bo enkrat potrebno tudi iskati odgovorne osebe za to, zakaj se take zadeve niso izpeljali do konca in pa v okviru tistih proračunskih postavk, za katere je občinski svet namenil toliko in toliko denarja, ki so bile nekako po predračunu zagotovljene in so se potem sredstva porabila tudi 50-60% več, kot je bilo v prvotni fazi namenjeno. Hvala lepo, gospod Ahej. Gospod Vankihar, tudi vi menite, da so bili nekateri projekti predragi? Sigurno. Glejte, sam sem gradbenik, največ projektov se pač delalo na infrastrukturi, na objektih, da se prihraniti z racionalno, z dobro projektivo, z dobrim načinom projektiranja
z dobro pripravo dela in z tem, da se glede na krizo, v kateri smo, pridobi cenejše in ugodnejše ponudnike in izvajalce, mislim, da se da prihraniti. Prihranki na zaposlenih je verjetno zadnje področje, s katerim bi se kdo ukvarjal. Je pa treba pogledati tudi racionalno rabo in potrošnjo, gledajte, na javni razsvetljavi, marsikaj imamo takega, gori nam ogromno luči, da se tudi tu pa tam kako ugasniti. Gledajte, stvari so take, da se da tudi z malimi koraki ogromno prihrani. Veste, samo primerjalno vam povedal, vsak Slovenc vam ne da samo 1 evro, imate 2 milijona in imate dovolj denarja. Hvala lepa, gospod Pankihar. Ob ritmi Golice bo zaplesal gospod Štumberger. Malo zašala, malo pa precej zares, seveda. Kje se da prihraniti, kje bomo zmanjševali? Lepo, na vsak način si moramo glavo strezni. Stanje v državi je kritično. Makroekonomski dejavniki nam slabo kažejo. Ljudje manj investirajo, manj denarja, to pomeni manj dohodnine. Tudi pri nas se manj gradi, manj komunalnih prispevkov. Na vsak način iz teh davčnih dohodkov, oziroma prihodkov, ni denarja. To pomeni, da naš proračun dejansko ni več tak uravnotežen. Vi menite, da se je snovalo slabo, tako kot pravi gospod Pankihar, da se je snovalo slabo, ampak trenutno stanje v državi in na lokalnem nivoju je pač takšno, kakšno je. To pomeni, seveda, nam se pa povečuje odhodki iz strani socialnih transferov. To pomeni, imamo problema. Velikega. Gospod Štumberger, hvala lepa, pa gospod Korošec. Jaz bi pa zmanjšal stroške na javni razsvetljavi. Ne bi uglasil luči, ampak bi te luči zamenjal z vetriodami, ki je to bistveno cenejša. Recimo na sosednjem Hrvaškem konkretno so ugasnili. Tam so uvedli dejansko uro zvečer, ko se luči ugasnejo, če smo že pri lučeh. Pa ne vem, če so luči ravno tista bistvena stvar te občini, ki preveč gorijo. Kaj še? Bi tudi lahko ugasli te luči, ko so zdaj od 11 pa do 4 zjutraj. Konkreten predlog torej potem za bodočega župana oziroma za vas bi to naredili? Bolj bi morali narediti to vrstno cono, zaposliti, dati ljudem, da odpirajo drti, se zaposlijo, denar ostane doma, narediti parkirne prostore, zdaj vemo, da ti kamioni nimajo parkirnih mest, nimajo kje parkirati, to bi jim naredili in pobrali parkmino. Hvala lepa, gospod Korošec. Gospod Horvat, vi ste najtesneje povezani s samim proračunom. Kje se da prihraniti, kje so tiste možnosti, ki bi se recimo lahko drugače izkoristile, predvidile, tudi za leto 2012, kot so vse? Ja, prav gotovo je potreben nov pristop, prestrukturiranje proračuna in vlaganja v energetsko učinkovitost, ker to nas edino lahko na dolgi rok reši, da bomo imeli manjše stroške. Sam osebno se nagibam k temu, da vlagamo recimo v javno razsvetljavo, tako kot je rekel vsi kolegi pred mano, ker to nam pomeni manjše stroške drugo leto. Vlaganja v stavbe, ki so pač sedaj energijsko zelo potratne, se pravi nadaljevanje teh obnov, izolativnosti, kulturnih domov, šol in podobno, ravno v tem je možnost, da zmanjšamo tiste fiksne stroške. Na materialu, na papirju in na WC papirju bomo prišparali 2 evra, ampak to ne bo dovolj. Je motiv, da se vidi, da se špara, ampak ni pa dovolj. Posebno zaposlene? Tudi zaposleni, gledajte, definitivno se poznam dovolj situacijo in vem, da je nalog več kot dovolj, več kot preveč, zato bi potrebovali še kak kader zraven, ampak žal situacija je taka, da se tega definitivno ne moramo privoščiti. Primanjkljaj pa bo zelo težko nadoknaditi. Eden izmed ukrepov je prav gotovo vlaganje v vodovode, da zmanjšamo vodovodne izgube, ker tudi to je velik strošek, žal vodovodna infrastruktura na našem področju je zastarela, stara, vedno imamo največ vodnih izgub, mi v občini Duplek. Menite pa, da na odhodkovni strani pa trenutno je zoptimiziran proračun v tem trenutku? Ne menim tega, nisem tega rekel. Naslednji ukrep je prevetritev financiranja vseh konzorcijev, nevladnih organizacij in marsikakšne organizacije še, tudi ne nazadnje skupne občinske uprave, kot so redarstvo, mestni inšpektorat in podobno.
tukaj je potrebno, če že ne nekatere stvari zmanjšati in zreducirati, pa vsaj od njih zahtevati večje učinke, večje rezultate, ker ljudje morajo vedeti, zakaj se vlaga v neke stvari. Ne nazadnje pa protokol, vsi vemo, imeli smo vzornega, imeli smo veliko prireditev, veliko stvari, ljudje se pač radi družimo tukaj v Dupleku, ampak to je velik strošek in bo potrebno tudi tu kaj reči. Gospod Žnidaržič, menite, da torej občinska uprava občina ni dovolj učinkovita, kaj vi menite v tej tezi? Kje bi vi prihranili? Ja, pogledajte, gospod Ahej je lepo povedal, da so se sredstva na nekaterih projektih na koncu zvečala tudi za 50%. Jaz mislim, da se najprej mora narediti temeljita revizija, kot sem že prej rekla, da se natančno vidi, kje so prednosti, slabosti, kaj je bilo prav, kaj je seveda narobe in da se te napake ne ponavljajo. Zdaj, proračun je pripravljen, treba ga bo varčno in racionalno izpeljati. Jaz mislim, zdaj vsi novi projekti, ki pa se bodo delali, ne, pa se morajo narediti z budžetom blizu nič. Ne? Hvala lepa. Gospod Humer, vi ste čisto neposredno zraven pri sprejemanju proračuna, kot koga vi vidite, kaj bi naredili bolje? Zdaj, ostali kandidati so že toliko prišparali, da jaz težko še kje prišparam. Predvsem pri razsvetljavi smo šparali. To pri razsvetljavi so največ privarčevali. Ja, kar se proračuna tiče, seveda, gledajte, spet je tako... Bomo še jaz glasni večer, tako da bomo... Vse tako ure. Zadeva je takšna, varčevanje na kratki rok je problematično. Ne? Varčevanje na kratki rok je lahko samo boleče, ne? In se občuti. Vso to varčevanje, o katerem proti kandidati govorijo, je varčevanje, ki bo pa vseeno zdaj momentalno nek strošek. Torej, če bomo gaševali luči, bomo morali kupiti nove žarnice, regulacijo za te luči in tako dalje. Ne? Vseeno neki denar bomo rabili. Ne? Tako da, kjer jaz vidim tudi neko rezervo je, da pač ljudem bomo morali v tem pogledu narediti čistega vina, da ne bomo mogli pač 3 projekte 4 naenkrat odpirati, tako kot je zdaj bilo. Ne? Biti všečen ljudem in zgraditi to, tisto, ne bo več tako enostavno. Ne? Treba bo odpreti projekt, ga kvalitetno dokončati in potem ljudje ne bodo nezadovoljni 2 leti pač gledali to gradbišče. Torej, nagraditi na realnih osnovah, in tudi financirati na realnih osnovah. Hvala lepa. Zdaj sem 6 let svetnik in kje bomo šparali. Ta naše amadmaje, ko jih mi dajemo, 10 000 evrov je tako težko nekje skupaj spraviti. Kje bomo vzeli? Nekamo se moramo, nečemu se moramo odpovedati. Čemu? To je problem. Komu? Nekaj se moramo brati. Zdaj pa vsi so razsvetljavo omenili. Javna razsvetljava v občini Duplek nas stane na leto 80 000 evrov. Proti nekaj milijonsko proračuno, potem? Je pa 80 000 evrov. Lahko ga spravimo na 30. Dobro. To je eden izmed ukrepov oziroma obljub? Eden izmed obljub, katera mora biti izpolnjena. Kako bi to naredili čisto konkretno? Ja, obstajajo podjetja, katera pridejo, da to zamenja, ti še par let plačuješ elektriko po isti ceni, potem pa po tistem letu, po določenem obdobju prevzameš to infrastrukturo in ta infrastruktura in elektriko plačuješ po dejanski porabi. Prišparala so torej zdaj 50 000 evrov, še kje? Ja, pri sprejemanju teh OPPN-ov, pa teh umestitev projektov v ta prostor. Tukaj smo zapravili kar nekaj denarja, katerega ne bi rabili. Hvala lepa. Pa še tukaj 50, pa smo na 100. Pa še vsaj na 100 zraven, pa smo pri polovici proračuna. Hvala. Pa že imamo kar nekaj denarja. Gospod Hauptmann. Dejstvo je, da se iz proračuna porabi preveč sredstev in to je ravno vsi predhodniki ugotavljajo na posameznih delih, kjer se bi dalo privarčevati. Mislim, da največ rezerve je pri materialnih stroških, kjer so knjiženi stroški na občinsko upravo, potem spet materialni stroški na režijskem obratu in še na vaških skupnostih. Tu so kar veliki zneski. Kako bi to naredili potem? Skrčiti na tako res racionalne zneske in tudi tisto, kaj dejansko se ti zdi, da je upravičeno. Ampak vseeno ne boste zdaj dali manjšo pisavo svetnikom, pa manj papirja porabili zaradi tega. Glede, že sama postavka, pri sami postavki se ti poraja vprašanje, zakaj se to porabi.
kaj toliko stane? Jaz ne vem, mislim, da sem zaposlen v podjetju, kjer imamo materialne stroške zagotovo, ne vem, kar nekajkrat manjše, kot pa naša občinska uprava. Potem naprej tudi pri energiji, tako so že ugotavljali, pri energiji ponudbe, sam imam ponudbo enega podjetja, ko pride narediti izračun, koliko se da prihraniti pri energiji, naredijo tudi sami predelavo na to in se investicija pokrije v enem letu. Ne vem, zgleda, da tega še na občini niso ugotovili, da se tudi s tem da veliko privarčevati. Potem bi pa rekel gospodu Horvatu, pri proračunu sem mu jaz poslal kar, mislim, da pol strani ali pa še malo več veliki amandma in sem mu povedal, kjere postavke so razsipniške, prevelike in kjere bodejo res v oči. Bomo gospoda Horvata seveda. Ni se nič spremenilo, samo to bi še dokončal. Lanski proračun je bil za porabo, občinsko porabo, 3,5 milijone, letošnji je kar za milijon povišan. Ne vem, v času, ko moramo vsi malo varčevati, se mi na občini gremo, da določene postavke dvigujemo tudi za 120% napram lanskem letu. Ko smo že pri papirju in materialnih stroških, morda lahko združite tudi prijetnost koristim nove tehnologije, iPad, ki jih ponuja tudi časopisna hiša Večer, v ugodnih paketih, morda za občino, za občinske svetnike. Če se bodo v določenem času amortizirali, da. Lahko amortizacija, pravijo naši marketingerji, je zagotovljena. Gospod Štumberger je bil direktno izvan, tako da je replika. Če se spomnimo samo proračuna, gledajte, pred vsakim sprejetjem proračuna so potrebno usklajevanja. Vsi tisti, ki se tu dejansko oglašajo, imajo vso to možnost, da korigirajo določene postavke. Tudi vse te razsvetljava in ne vem, kakšne vse postavke zdaj tu poslušam. Na koncu je to občinski svet sprejel in proračun za letošnje leto je sprejet. Je manjši od lanskega, na vsak način je manjši. Mi šparamo. To je zdaj iz 7, smo prišli na 6 milijonov. Ampak mi ta sredstva si moramo planirati, da lahko čez leto to skozi rebalans tudi uskladimo. Gospodu Hauptmannu bomo dali kasneje besedo, sedaj seveda, ko smo pri financah, smo pri Šparovčku, gospod Horvat, kako je to ne? Ja, hvala za besedo. 3 replike imam, ker sem pač na 3 bil nekako malo iziritiran. Gospodo Hejo, ne zastopim že tretjiče, v teh soočenjih govorijo o uravnoteženju med davčnimi in nedavčnimi prihodki. Ne vidim razlike, v čem je to pomembno. Dohodnina je davčni prihodek, ki je najpomembnejši vir občine, tega nam določa država. Nedavčni prihodki so prihodki, ki jih občina za svojim premoženjem lahko pridobi. Največkrat je to od obremenitve občanov, tako da ne vem, če to dvigni, potem mora tudi jasno povedati, da bodo občani to več plačevali. Gospodu Pakliču, ja, težko je bilo najti tistih 10 000 evrov za njegov amandma, sam ga pa še najmanj sam ni vedno nikoli našel. Dejstvo je, svetnikom je težko reči, ki vzeti, ker vsi so radi všečni. Meni pa je težko najti 10 000 evrov, ker ga pač matematika ne dopušča. In pa ne nazadnje gospodu Hauptmannu, res je poslal gospodu Horvatu neke predloge, ampak gospod Horvat v letu 2012 ni bil predlagatelj proračuna, je samo bil pripravljalec, predlagatelj je bil nekdo drug, mogoče pa za 2013. Hvala lepa. Gospod Hauptmann se prvi prijavljajo predliki, izvolite, da se pa gospod Parklič. Vsekakor se strinjam z gospodom Horvatom to, da je on pripravljalec in ravno zato sem pričakoval od njega, da bo on uskladil z predlagateljem te postavke, ki so bile previsoke. Naslednja stvar, kako se proračun usklajuje, to moramo vsi vedeti, da se usklajuje na tak način, da dosežeš uravnoteženost. Se pravi, da moram na eni postavki vzeti, da lahko na drugo dam. To pa ni moja naloga, to je gospod Horvat, ki je finančnik na občini, zato sem to od njega tudi pričakoval. Hvala. Gospod Horvat, bomo še enkrat dali kasneje rešil, gospod Parklič. Gospod Horvat. Vi veste, kakšna je moja praksa pri teh amandmajih. Jaz vem, da pridem k vam kot finančniku, našemu višjemu svetovalcu, gospoda, bivšega župana, sedaj podžupana. Vem, da pridem k vam na posvetovanje, kar je naloga mene kot občinskega svetnika, da se uskladim z vami, kje je možnost vzeti. Lahko vzamem na vaših plačah, naslednjič, mi ni problem, pa dam na šolstvo. Z veseljem, pa me zanima, kje boste potem to sveta iskali. Zato pridem k vam, gospod Horvat, da se razkladima. Pa še nekaj, še nekaj bi lahko bi šparali. Če bi občinska uprava
v letošnjem življanskem letu pobrala tisti krompir gospoda Korošca. Ta krompir je super. Bi lahko tudi nekaj prihrali na socialni postavki. Hvala lepa. Ja, malo se slučamo okrog enega področja, ki nikamor ne vodi. Glejte, prišpara se na ta način, da se racionalizira investicijo. To je bistvo, to ali bomo z levega žepa v desni žep dali pa porabili, popolnoma vseeno, pomembno je to, da to, kar gradimo, zgradimo poceni in kvalitetno. V bistvu ne gradimo dragih stvari, da ne gradimo tiste, kar je nepotrebno, da ne gradimo dosti dražje kot drugi. Tu je bistvo, kjer se da prihraniti. Na ta način se da prihraniti. To, ali smo prevzeli z ene postavke ali druge, z levega žepa in desni žepa, potem vse skupaj porabljajo popolnoma nepomembno. Ker se tistih luči tiče in tega vašega gašanja je pa zadeva taka, gledajte, to, kar sem vam prej rekel, malo po malo, zrno na zrno palača, zrno kamen na kamen, palača, zrno na zrno pogača, da se tudi na ta način, to ni edini način, kako se lahko prihranijo sredstva, je pa vse dobro, veste, tako vam povedal, vržite vsak dan drobiš, ki ga imate v denarnici, v šparavec, sigurno boste imeli 1000 evrov na konca leta in boste prišparali, sploh ne boste vedeli kdaj, tudi tako se špara. Hvala lepa, gospod Panjkiha. Predlagam, da v tem trenutku zaključimo tole debato okoli občinskega proračuna in v bistvu bomo tako investicije kot spodbujanje podjetništva skupaj združili z vprašanjem o naravnanosti občine oziroma razvoju v prihodnosti, ki je seveda znova povezan z denarjem. Zanima me, občina Duplek je v osnovi kmetijsko naravnana, kako vidite razvoj v prihodnje, je to kmetijstvo, ki bo ostalo, je to podjetništvo, je to industrija. Jaz bi kar pri gospodu Korošcu začel sklop. Ja, glede kmetijstva, to bi jaz oskrboval v šole, občine, imamo 2 šole, 2 podružnice, vrtce, sedaj vozimo hrano iz, ne vem, ja, špar je prepeljal iz Kitajske. Špar pravkar oglašuje, da prodaja slovensko. To je prvo, kaj bi domače kmete, da prodajajo na domačem Dupleku, na domačem trg. Torej tržnica, tudi projekt tržnice. Tržnico bi uredil, da lahko tudi tu, da sedaj imamo tržnico, ampak malo se mi čudno zdi tu v cesti. Kam bi jo dali? Ja, to pa je treba to barako bi trebalo nekaj narediti. Kaj? Sportni center, urediti barako, tržnico, zraven parkirna mesta, ki nema kje parkirati, ker vemo, da je zraven pošta, to je vse polno. Gospod Horvat, pa smo spet pri financah. Kako vidite vi razvoj občine naprej, kmetijstvo, podjetništvo, industrija, kaj je 4., 5.? Ja, v bistvu, kar se tega tiče, je moje mnenje nekako drugačno. Vsi so nekako zagovorniki obrtne cone, industrijske cone, pa da bo to ne vem kaj prineslo. Nekako je bil ta vlak zamujen. Če bi sedaj šli v izgradnjo obrtne cone, se bojim, da bi bil interes z druge zasebnega kapitala premajhen. Po drugi strani... Je šel tam mimo, torej? Se bojim, ampak tega ne trdim. Treba je pa predvsem ne stremeti k neki večji industriji, ker občina Duplek nima strateškega položaja, ni ob neki avtocesti, ni ob železnici, da bi lahko dobila veliko obrtno cono. Dodana vrednost, ki jo nekateri omenjajo, ki bi naj bila pri tej obrtništvu, podjetništvu, pobrala država, DDV gre v državi, mi lahko dobimo nadomestilo za stavbno zemljišče, ki ga pa lahko dobimo tudi od gradnih hiš in ne nazadnje. Ljudje so se pred leti odločili, da ne želijo imeti velike obrtne cone tukaj v Dupleku. Pa tudi zemljišč, ki so za to namenjena, so praktično kmetijska zemljišča in bi potem morali prikrajšati za to vrsto kmetijstvo, ki pa smo rekli, da je naša še vedno primarna panoga. Jaz se nagibam bolj k temu, da naredimo več poslovnih con, se pravi poslovnih objektov, se pravi nekako manjše, tiše dejavnosti, ki so lahko tudi znotraj stanovanjsko poslovnih hiš,
ne nazadnje, če gledate pravo idejo, tam se največ tistih podjetnikov rodi v garažah in iz garaže nastane neka dodana vrednost. Se pravi, občina mora biti prijazna podjetnikom, ne bi pa si upal trditi, da moramo na vem kako veliko infrastrukturo tukaj se iti, ker bo to spet samo strošek in se bojim, da ne bo velikega povratka kapitala tukaj nazaj. Druga veja, pa, kar je nismo omenili, pa je turizem. Na tem bi pa bilo vredno graditi. Mi imamo nekako prvinsko naravo, krajinski park Drava, Vurberg z čudovitimi razgledi in pa zgornji del občine, ki je nekako še vedno prvinski, vedno tisti, da se vrneš nazaj v stare čase in to bi bilo vredno nadgraditi z nekakšno namestitvami na naselji oziroma na kmetijah in to je tisto, kar jaz mislim, da je naša priložnost. Torej, kmetijstvo v povezavi tudi s turizmom, se strinjate, gospod Žnidarič, kje so vaše prioritete, kakšne so? Jaz ne bom ponovila zdaj vsega, kar so moji sokandidati povedali. Vsekakor kmetijstvo, turizem, podjetništvo je vredno podpreti. Bi pa en drug projekt izpostavila, ko sem že tudi povedala na začetku, to je dvig izobrazbe, splošne izobrazbe v občini Duplek. Tukaj, prosim. Ja, kako konkretno? Glejte, začeli bi stečaje angleščine, nemščine in računalništva. Za vse te prednosti sem jaz že povedala včeraj, da imamo dostop do svetovnega znanja z angleščino in z računalništvom, tega niti ne rabim posebej poudarjati. Vsak pa to potrebuje. Ne? Zdaj, nekdo bo mogoče rekel, ne, zakaj jaz rabim nemščino, zakaj jaz rabim angleščino? Ni res, ne? Tudi 30 let nazaj nismo rabili telefonov, ne, mobilnih, zdaj pa jih ima vsak. Zakaj ne? Ker takrat te možnosti nismo poznali. Torej, ta možnost jasno še ni bila predstavljena vam, občankam in občanom in definitivno je vredno vlagati to in jaz bom to naredila po cenovno ugodnih pogojih. Zdaj, če svetniki ne bodo za to zainteresirani, če sem izvoljena, zdaj tu pred vsemi obljubljam, da bom tečaje angleščine in računalništva vpeljala sama prostovoljno in bo to en lep prispevek moj, ne? Vas držimo seveda za besedo in tudi kar nekaj ljudi tukaj. Gospod Kuber, dejali ste že vlaganje na dolgi rok, ne? Torej, podjetništvo, damo ugodne pogoje, potem pa nova delovna mesta, pot iz krize in da se vse skupaj vrne. Kako vidite še razvoj te občine naprej? No, to je že bil kar dober odgovor, ne, v samem vprašanju. Sicer, glede kolegice, bi rekel, tudi nemščina je vredno, ne, glede na to, da smo pobrateni z Dormagnom, bo novi župan mov znati nemško. Kar se pa seveda tistega osnovnega vprašanja tiče, pa bom tako rekel, torej kmetijstvo, seveda tam, kjer je, ga je treba vzpodbujati, tam je treba kmetovalcem pomagati, občina mora tukaj izkoristiti vse dane možnosti in priložnosti, ki jih ima. In če navežem, ne, tisto, kar govorim, da občina postane, oziroma občinska uprava postane servis občanov, da jim tudi kmetovalcem na tem pomaga pri samih razpisih. Tukaj mislim, da lahko uradniki dosti več storijo in pomagajo, torej kot pa sami kmetje. In pa seveda tisto, kot ste povedali, torej na dolgi rok pa nam ta obrt, ta turizem lahko vrača, ta denar. Priložnost, mogoče se na nek način strijem z gospodom Horvatom zamujena, a vendarle pa še se pojavljajo interesi in vseeno tukaj je bilo potrebno poprašati podjetnike v naši občini, morda pa še vedno najdemo neko skupno rešitev, ki bo ugodna za nas in pa za njih. Hvala lepa, gospod Parkič. Govoriš vedno o kmetijstvu? Še vedno o kmetijstvu govorimo? O razvoju naprej občine. Kje vidite razvoj občine naprej? Ja, namreč, vprašanje je prvo bilo kmetijstvo, zato smo poslušali druga kandidata, pa se samo zmene. Kmetijstvo v občini Duplek je sila pomembna panoga. Včeraj je bil pri meni na obisku gospod Smrkol, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, in smo se marsikaj pogovorili o tem našem kmetijstvu. Torej, kmetijstvo bi razvijali še naprej? Definitivno, v občini Duplek kmetijstvo igra pomembno vlogo. Poleg kmetijstva? Definitivno kmetijstvo povezano s turizmom. Definitivno. Kako bi pomagalo kmetijstvo? To tudi vam povedo, ne? Povejte. Sigurno bi bila občina tista prva servisna knjiga, kateri bi se lahko vsi obrnili in prišli do njih. Drugo, kar je,
ministrstvo za kmetijstvo. Pa zakaj menite, že občina ni ta servisna knjiga? Poslušamo to, recimo, občina ni dovolj učinkovita. Pa mi ni dobro pokazati, kam ne damo med mane. Oni bi moj, če je moj servis, ne, on dela na občini. Dobro. Bomo razjasnili te logistične. Moče bi kakšna dan odprti vrat morali narediti na občino Duple? Naslednje, kaj je, obstaja ukrep iz programa razvoja podeželja 2007-2014, kjer je bila občina Duplek, ni bila uvrščena med te projekte. Tukaj je 44 milijonov evrov, katerih se razdelijo potem kmetovalcem. Tukaj bi morali občina Duplek definitivno pritisniti na kmetijstvo, na ministrstvo za kmetijstvo, da se tudi območje občine Duplek umesti v to območje z omejenimi možnostmi. Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Torej, gospod Hauptmann, da ne zaidemo slučajno s tem, zanima me, res je kmetijsko naravnana občina v osnovi, ampak kje vidite razvoj prihodnosti? Sem si zapomnil teme. Moj vrstni red bi bil nekako takšen razvoja teh panog v občini. Najprej turizem, potem kmetijstvo in tretje podjetništvo. V turizmu vidim največjo priložnost, to kot sem že v programu omenil, je to ureditev gramoznice v nekakvi ribiški kemp. Sem tudi predsednik ribiške družine, novo ustanovljene, ki upam, da bo po volitvah takoj zaživela. Potem tudi zagotoviti plovnost reke Drave. Le tako bomo lahko mi ponudili v občini neko dogajanje. To se bo tržilo. Ne moramo zdaj mi privabiti turistov pa jim kazati, ne vem, objektov, tega ne zanima nobenega. Torej, kmetijstvo, turizem? Kmetijstvo podpirati donosnejše panoge, potem samo oskrba za hrano, to je pa ravno to, kar so že predhodniki ugotavljali, umestitev tržnice na primernejši prostor, kjer bo lahko tudi več kmetov prodajalo svoje pridelke. Pri podjetništvu bi še samo omenil ustvarjanje prijaznejših pogojev za odpiranje novih podjetij in tudi za vračanje podjetnikov, ki so nam pred časom zbežali. Imam zagotovilo vsaj 3 podjetnikov, ki se bodo vrnili v občino, če uspe meni kot župan. Hvala lepo, gospod Hauptmann, da se tu vede, torej res podjetniki bežijo. Bomo tako rekel, mi smo sicer zašli iz neke teme. Na vsak način treba izpostaviti zakon o lokalni samoupravi, ki seveda pač piše, da seveda mi ustvarjamo pogoje za razvoj, ne pa za kmetijstvo direktno, ne vem, pa ribiče, pa vse ostalo. Glavno, namen lokalne skupnosti, da mi to rešimo, je seveda za nas konkretno en projekt, ki se pač pelje, je nov prostorski načrt. V tem prostorskem načrtu bomo mi točno opredelili. In potem bomo seveda zagotovili kvalitetni bivalski prostor za naše občane. To nam je sigurno potrebno. Potem v občini moramo razvijati in investirati v projekte, ki bodo omogočali razvoj turizma, pa kmetijstva, v končni fazi. Kar se tiče turizma, recimo je zanimivo, vse društvi bomo še govorili kasneje, veliko je turističnih društev kot takih, potem niso tako učinkovita, če vidite tu. Ja, posledično seveda, pri nas gostinske razloge, to mi potrebujemo. Same kot same prireditve, seveda, vsi pridejo gledati, ampak na konci naši obrtniki seveda iz tega morajo nekaj iztržiti. Tudi kaj druga seveda prodaja, na vsak način. In seveda, življenje z tem namenom se v občini mora izboljšati, na vsak način. Hvala lepa. Gospod Bankihar, slišali smo torej že kmetijsko, torej spodbuja tukaj podjetništvo, tukaj turizem. V čem ste drugačni od ostalih kandidatov? Težko je biti dosti drugačen, če živiš v istem kraju. Tako da nekako približno enake programe imamo, pogrešam področje stanovanjske gradnje, ampak ne stanovanjske gradnje v tem bloku, ki je za nami, ampak stanovanj za mlade družine, pogrešam zadevo, kar se tiče varovanih stanovanj. To je osnova, da začnemo z domom upokojencev. Osnovne šole, tudi te stvari je treba, v to je treba vlagati, obnavljati, prevetriti, pregledati, koliko imamo novih otrok, koliko bo novih otrok, koliko je takih, ki so v vrtcih in koliko šol bomo rabili. So te kapacitete mimogrede po vašem mnenju dobro izkoriščene? Mislim, da ne. Nekaj imamo podružničnih šol, tam je treba videti, kaj z njimi narediti, ali je prirast otrok tako velika, da se jih splača ohranjati, ali ni tako velika, ali je možno to centralno v okviru teh obeh obstoječih šol, ki sta,
Moram se pa vseeno vrniti, gledajte, na podjetništvo in turizem. Gledajte, največja panoga prihodnosti je vsekakor turizem. Največja panoga, največ se dogaja na turizmu. Mi imamo ogromno vinotočev, turističnih kmetij, ampak ko me nekdo vpraša, kam nekoga peljem, ne vem, ker nimam niti spiska. A veste, tu so težave. Mi moramo znati ponuditi to, kar imamo v našem kraju, mi moramo ponuditi ne samo Duplečanom, tudi okoliški. Veste, mi sami od sebe ne bomo bogati, če z levega žepa dajo desni, ne bom nič prihranil. Kako konkretno, recimo, bi nekega turista potem bolj pritegnili? Kaj, nek turist pride v Duplek, če govorimo o razvoju turizma, kot panovi? Naredijo se sprehajalne poti, kjer se lahko ljudje ali s kolesi ali peš sprehajajo. Ob teh sprehajalnih poteh se pripravi seznam domačih kmetij, kjer lahko kupite kruh, sadje, pecivo, te zadeve to meni, da lahko kmetije prodajajo svoje izdelke. Potrebno je zadevo organizirati tako, da začnemo z biokmetijstvom, to meni en... Zakaj to do sedaj ni narejeno, menite? Ne vem, nisem bil tako daleč prisoten, da bi imel na to vpliv v občinskem svetu in v vodstvo občine, tako da to so stvari, ki jih pogrešam. Tu je potrebno marsikaj narediti, gledajte, tudi to, da lahko kmetje doma prodajo. Imamo tržnico, kjer so stojnice zunaj, pri minus 15 stopinj, veste, tam nišče ne bo kupil, tudi prodajo, ne. Istočasno imamo ta prostor, kjer smo sedajni popolnoma prazni v istem času. Tudi to nismo znali izkoristiti. Veste, dosti je takih poti, dosti aktivnosti, res pa je treba nekaj vedeti, več glav, več ve, ne, in zato je treba se tudi posvetovati z ostalimi, poslušati želje, interese ljudi, potem se pa dajem dober program, dober razvoj, da se en sam ga ni v stanju pripraviti, je pa eden tisti, ki je odgovoren za to, da se program izpelje. Hvala lepa, gospod Pankiha, gospod Akej. Kako vi vidite razvoj te občine? Ja, eden od mojih poudarkov razvoja je predvsem malo gospodarstvo. Smatram, da bi bilo potrebno favoriziranje domačih obrtnikov. Pri vsakem poslu bi bilo potrebno, da bi bili prisotni z investitorji, ki bi pač uspeli na javnem razpisu. To je eden od bistvenih zadev, da denar ostane v občini Duplek. Smatram, da so obrtniki in podjetniki tudi preko nadomestila za stavbno zemljišče preveč obremenjeni v občini Duplek. Bi to torej znižali? Do neke mere mislim, da bi mogli razmišljati tudi o tem ukrepu. Nadalje, turizem je vsekakor, kako je moj predhodnik že najavil do neke mere potencial, ki ga je vsekakor potrebno nadgrajevati, predvsem predstavljati ljudje dejansko sami, doma ne vemo, kam goste peljati. Glede na to, da je občina Duplek pretežno kmetijska občina, eden od mojih sogovornikov je omenil, da bi dejansko, čeprav so sodelavci in sodelavke na občinski upravi dobro podkovani, vse, kar jaz smatram, bi bilo potrebno več pomoči kmetom, da bi lahko se borili za strukturne kohezijske sklade, za sredstva, za nepovratna sredstva Evropske unije in tako naprej. Torej tudi podpora strani občine kmetijstvo. Gospod Skok? Ja bi se strinjal z gospodom Pankiherom, da ne bi kratil čas drugim glede malih obrtnikov. Male obrtnike bi podprl in tudi delovna mesta bi se odprla. Ta teden, ko prihaja, tudi naša firma bo vzela 2 delavca in to je opet 2 familiji, bo da imela kruh. Hvala lepa, gospod Skok. Je še gospod Grajtner? Ja, težko se izmisliti nekaj novega, ampak na področju kmetijstva bi vsekakor bilo potrebno izvesti dodatni dvig subvencionirane kmetijstva. Nova verzija oziroma panoga v kmetijstvo pa ostaja partnersko kmetijstvo. To je novost pri nas, ampak v svetu se to je že v veliki meri razširjeno. To je odnos kmeta in potrošnika z posebnimi podarkom na solidarnosti na manjšim kmetom, ki kmetuje brez sintetičnih gnojil. Mislim, da bi za to tezo lahko marsikateri naš kmet oziroma kmetovalec pridobil kakšno delovno mesto in vsekakor bi bilo potrebno to kmetijsko dejavnost pripraviti do te meje, da bi lahko obiskovalec, ki bi šel po naših krajih, ali je to v nižinskem ali po višinskem predelu, prišel do teh programov oziroma artiklov, ki bi bili zadovoljivi za vse naše potrebe, posebej pa za potrebe obiskovalcev. Torej predvsem razvoj kmetijstva. Tako.
vsekakor za podarkom, ker smo vseeno kmetijska občina, če pa pridem na podjetništvo, pa mislim, da je potreben razvoj in spodbujanje podjetništva na lokalni ravni do te mere, da privabljamo nove investitorje. Kajti brez novih investitorjev in spodbujanje mirno obrti, predvsem trgovske obrti, ni delovnih mest. Imate kakega investitorja v rokavu? Glejte, imamo jih, seveda jih imamo. Vsekakor, pogledajte, Zgornje Dupleko je trgovski center, tisti, ki bi bil, bom rekel, da te mere zelo potreben. Namreč občina za 7000 ljudi bi bila vsekakor potrebna oziroma deležna enega takšnega centra, kjer bi ljudje lahko zagotovili oziroma svoje potrebe. Turizem pa je tista osnova, katero, bom se rekel, od samega začetka navdajam predvsem na tem področju, kajti imamo reko Dravo, prelepo reko Dravo, na kateri bi lahko uredili plovnost oziroma rancerijo, jo povezali z turizmom na gradu Vurberg. Seveda, gori bi bilo potrebno dati destinacije, ki bi bile potrebne v tej obliki, oziroma bi bile zmožne z strani domačih kmečkih turizmov predstaviti to, kar domači naši kmetje pridelujejo. In to je ena panoga oziroma en pogled, ki bi bil tisti, kateri mislim, da bi bil te pravi za razvoj naše občine. Ponaša se torej s tem, kar imamo. Hvala lepa, gospod Refoner. Gospod Štumer, želeli se repliko. Mojemu sosedu repliko, gospod Pan Kihler, na vsak način, vsak, ki se pelja, če prije makar do občine, ne, vidite lepo tablo, gore narisano, kje se vozimo, kje se nahajamo, torej turistični društvo je v preteklosti postavilo na dostopna mesta table, s katerih se znajdemo. Plus tega v preteklosti so bile tudi izvedene zloženke vseh turističnih kmetij in vseh naših gostinskih lokalov. To vse obstaja. Mislim, na tem je bilo dosti merjeno. Potem imam seveda, gospod Grajpano, osnova za vsakšno umestitev nekšnega takšnega objekta v prostor je seveda naš nov prostorski plan. Brez tega prostorskega plana si mi ne moramo nič privoščiti. Tega se valjda moramo zavedati. Ne? Potem seveda, kar se tiče podjetnikov, za vsako samo zaposlitev subvencije, za vsako razširitev dejavnosti subvencije. Se vam zdi to pravi pristop? Ja, občina iz te smeri, kar lahko izvede, tudi da. Tu ni dobenih zadržkov, mi delamo na tem. Ne? Pa če bi imeli možnost, recimo, bi kako drugače s temi subvencijami spodbudili podjetnike? Menite, da je ta subvencija tisto pravo, kar da neko potem kasneje v dolgi rok dodano vrednost? V preteklosti smo pripravili podroben prostorski načrt za obrtno cono. Seveda ta obrtna cona bi danes verjetno bila polna po vsej verjetnosti, ampak so se določene stvari pač zalomile, civilna iniciativa je to stvar zaustavila in seveda danes imamo probleme z tovornjaki, ni logističnega centra, imajo vsi obrtniki določene probleme, ker seveda so omejene, tam bi te prostore lahko imeli. Manevrskega prostora za razvoj je torej veliko, gospod Horvat, pa potem gospod Žnidarič. Ja, jaz bi se dotaknil še enkrat te teme servis, se pravi občinska uprava, servis občanom. Ne? Že prav, da smo tukaj na voljo občanov in da jih znamo napotiti na določene inštitucije. Dejstvo pa je, da občina ne more biti vsemogočna, občina nima toliko strokovnjakov. Zato je potrebno, ne moramo biti občina servis za kmetijstvo. Kmeti imajo kmetijski zavod, svetovalne službe, in na zadnje tudi kmetijske zbornice in na te jih je treba napotiti, ker bodo le tam dobili dovolj strokovne nasvete. Prav tako, recimo, na področju sociale imamo center za socialno delo. To je država tako uredila, da pač so samo določene pristojnosti za zakon o lokalni samoupravi na občinah. Gospod Partlič je globoko zavzdihnil. Izvolite. Mi smo kmetijska občina, pa imamo strokovnjaka za kmetijstvo na občini. Je to problem? Vprašanje. Mi imamo strokovnjaka za kmetijstvo, pa smo kmetijska občina. Potem moramo zaposliti strokovnjaka za kmetijstvo na občini. Potem pa pomaga, ker je občina kmetijska. 95% občine je kmetijska. Pomagali bomo. To je naša dolžnost. Torej pomoč in sodelovanje in razvoj kmetijstva, gospod Žnidarič, gospod Kumer, gospod Pankihar. Jaz bi še enkrat tu poudarila razvoj podjetništva, razvoj kmetijstva, razvoj turizma. Zdaj razvijamo lahko turizem, še enkrat bom tisto ponovila, kaj sem prej rekla, samo z znanjem tujih jezikov. Slovenija je premajhna, da bi živela sama zase. Slovenija je premajhna, da bi živela sama zase in treba pogledati seveda širše izven meja. Hvala lepa, gospod Kumer.
ker je ta turizem bil toliko krat omenjen, bi mogoče samo še to dodal, ne, saj morda nam manjka tukaj ena krovna organizacija v smislu nekega turistično-informacijskega centra, kot jih poznamo drugod. Ne mislim pa tukaj, da bi zdaj se neka zadeva odprla, nek nov strošek za občino, ampak to bi lahko bila služba, ki bi potem prevzela mogoče tudi katera druga bremena od organizacije, vemo, torej obadamo se z organizacijo pustne povorke, ne nazadnje bi tudi lahko prevzela na nek način te naše lokalne novice in tako dalje. In morda bi ta organizacija potem se tudi ukvarjala z črpanjem kakšnih sredstev, prav gotovo so kakšni kanali. Ne? Tako da manjka nam organiziranost na tem področju. Mi imamo kaj ponuditi, ampak moramo znati to ponuditi ljudem. To je morda problem. Hvala lepa, gospod Kumer, gospod Sankigar. Ja, moram replicirati. Res, da imamo knjižice zloženke, kar se turizma tiče turističnih ljudi, ampak to je tako malo znano okrog, da bi se ljudje ne vejo. Veste, v Dolino Vine tu se ljudje vozijo 50 km, pa samo ribe pečejo, nič drugega. Tu so stvari, ne? Mi moramo sistem tako pripraviti, da bodo ljudje v Mariboru, izven Maribora, v Ljubljani vedeli, kaj se da na kakih kmetiji dobiti, kaj lahko kje dobimo, kaj lahko kje vidijo. Ljudje se vozijo ribe loviti na Madžarsko, nismo v stanju urediti zadeve v naši gramoznici, tudi to je en taki potencial, ki se ga da urediti. Res je turizem tisti, ki nam bo pomagal, pomagala nam bo tudi obrt, podjetništvo z nekimi subvencijami, z določenimi zadevami. Veste, ogromno stvari je taki, ki bi bilo potrebno urediti. Seveda, to je bolj nekaj spisek želja, nekaj realnost. Ne? Realnost je to, kar bomo lahko naredili, spisek želja, ampak če bomo samo jamarili, ne bomo nikamor prišli, če bomo govorili samo to, da je kriza pri nas, Sloveniji, v Evropi, v svetu, po boljše se danes odselimo in gremo nekam drugam. Bomo skušali ta šparovček torej napolniti. Potrebno je seveda smelo pozitivno gledati naprej, z ljudmi se pogovoriti, videti, kaj so problemi, kaj koga tare, kaj si kdo želi, in z skupnimi močmi lahko nekaj naredimo. Veste, ko ostanete z avtom v blatu, če vas nekdo ne potisne ali ne potegne, ne boste prišli ven, sami se ne morate rešiti. Pomeni, rabimo glas ljudi, glas občanov, da imajo pravico povedati, da imajo interes povedati. Tako kot sem prej rekel, ni župan tisti, ki ima čarobno palčko, ki ve za vse rešitve, ampak so ljudje tisti, ki vejo, kakve potrebe imajo, kaj jih tare, in seveda, če bodo skupaj stopili, če bodo pomagali, se da maršti kaj narediti. Torej, moramo skupaj stopiti, da se rekli in poslušati tudi ljudi. Gospod Kaufmann. Hvala lepa. Gospodu Štumbergeru bi repliciral za tisto prejšnje izjavo, ki smo verjetno že malo pozabili, da smo skrenili od teme. Jaz mislim, da nismo skrenili, da vsi vemo, da se kakšna je zakonodaja, mi se pač zdaj zavzemamo vsi za pripravo pogojev za razvoj vseh teh panog, ki smo jih omenjali. Potem pri turizmu bi pa poudarilo ravno to združevanje društev, ki sem jih jaz poskušal že na področju športa narediti z športno zvezo. Tudi društva bi se lahko povezala, ne delovala tak, jaz ne grem k njim za to, da ne bo oni imeli nekaj večje gužve, namesto da bi se povezali, poenotili eno zvezo društev, delovali homogeno in tudi ponujali neki širši spekter te naše ponudbe. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. V občini Duplek deluje ogromno društev. Popravite me, če sem se zmotil, mislim, da 46. Ekstremno je to glede na velikost občine, pa me zanimajo recimo, društva se financira s pomočjo občinskih sredstev. Nekak sindrom imamo v Sloveniji, da marsikatera kljub dobremu delu ne uspejo pridobiti recimo dovolj sredstev. Kaj bi naredili na tem področju? Je moje naslednje vprašanje za vas vse. So zdajšnji recimo občinski razpisi primerni, pa čisto tako praktično, recimo več turističnih društev, je smisel tega, da ima vsak zaselek svojo turistično društvo, je smisel tega, da ima vsak zaselek že tako majhne občine svoj upokojenski zbor, če smo pri kulturnih. Zakaj drobiti, pa ali je to pravo, da se drobi in govorim, imamo 46 društev, ali kot ste nakazali, torej združevati te zadeve skupaj nekako nastopiti močnejši. Pa začnimo kar z vami, gospod Kaufmann. Hvala lepa. Nekaj sem že povedal o tem, o mojih razmišljanjih o združevanju društva. Definitivno se zavzemam za to, da se društva združijo v nekakšne zveze, lahko pa ostanejo avtonomna društva, kjer delujejo zdaj po zaselkih oziroma po vaseh.
kot nekake avtonomne sekcije. Lahko se združijo v zvezo, financira se zveza samo kot krovna organizacija, vsaka sekcija pa lahko ima svoj konto in tista sredstva dobiva na svoj konto. Menite torej, da je društvo preveč? Preveč, definitivno se jih je treba združiti. Financiranje pa sem že dal pobudo, menda 2 do 3 krat na občinski seji, da se financiranje društev začne po nekem novem pravilniku. Mislim, da je ta pravilnik precej dolg, precej zastarel in tudi tu bi bilo treba narediti marsikaj. Če vam povem primer, eno društvo, ki deluje na področju občine, združuje cirka 50 članov, dobi pa 25 evrov na leto dotacije od občine in kaj naj s tem naredi? Otroke lahko pripelje do Maribora, bolj pa jih tam pospi. Imamo torej viden problem, gospod Partlič, kakšno je vaše mnenje, kako vi vidite to društveno razdrobljenost, razklopljenost, problematiko? Jaz mislim, da je kar dobro, da imamo veliko društva. Če se ljudje družijo, to nič ni slabega. Kaj pa financiranje, recimo tako kot je? Financiranje v društvi imamo mi napisano v odloku o financiranju društva. Če hočemo to spremeniti, bomo morali se vse spremeniti ta odlok. Zdaj, Janko, ne vem, kako potem deluje, ker ta odlok določa razne kriterije, kako se ta društva financirajo. Če ste prišli samo do 25 evrov, potem verjetno malo delujete, ne moče dupleka, ne vem kaj. Tam tiste kriterije se treba pogledati, pa 25 evrov je verjetno malo, nekaj res malo. To bomo preverili, torej. Združitev teh društva pa na enem prostoru definitivno, da se ta društva družijo med sabo, nisem nekaj se mora združiti, ampak da se med sabo družijo, da bomo imeli za pusta več tega za pokazati, da bomo bolj sodelovali med sabo, da si bo ena drugi pokazala svoje dejavnosti. Hvala lepa. Gospod Kumer, tudi vi ste zelo aktivni znotraj društev in raznih takšnih civilnih iniciativ, če lahko tako rečem, kako vi vidite torej status teh subjektov znotraj občine? Društva na eni strani pomenijo tudi to, kar je pomembno druženje ljudi. In to nam danes v teh kriznih časih poudarjamo, da je to lahko neka naša prednost, ne? Da se ljudje vseeno znajo družiti, da se poveselijo. In ravno pač ta društva, zakaj jih je toliko? Ker so pač neke sredine, morda manjše sredine, naše nek skupni imenovalec in so se združila v društvo, ker jim je pač to prinaša tudi neke ugodnosti, seveda tisto primarno pa je to, da oni počnejo to, kar jih veseli in da se družijo. Spet smo pa pri tistem denarju in varčevanju, ne? Mogoče tukaj spet navežem na tisto, da na nek način podpiram to idejo o neki krovni organizaciji, o nekem združevanju, o neki zvezi, ki bo znala tem društvam najti pogoje morda financiranja tudi izven občinske blagajne, ne, izven proračuna, jih morda usmeriti proti nekim razpisom, kjer bi pač ta društva lahko dobila denar. Menite, da zdaj te podpore ustrezne ni? Ja, ne vem, glede na to, da je z te strani pač vidimo, da je mogoče, ne vem, na eni strani, eni misel, da je pač obremenjen proračun z te strani. Občina mora pomagati, da društva delujejo, jih podpirati in jim tudi pomagati finančno, če ne gre pač iz proračuna, pa jih morda napotiti na vire financiranja, kjer lahko pride do tega denarja. Hvala lepa. Gospod Žnidarič, vi ste članica kakšnega društva? Ne, nisem, glede na to, da sem zdaj v Sloveniji zadnje 3 mesece, ne. Boste kakšno svoje ustanovili? Bom se reče priključila kateremu. Kateremu, na primer? Ma kaj, nisem še to daleč, ampak bom zagotovo, ne. Če ostanem Sloveniji, se zagotovo bom. Ponudba je pestra, imate 46 možnosti zagotovo. Kako vi vidite torej takšno razkropljenost, verjetno zdaj nekoliko težje iz distance, ne? Jaz bom rekla, da je izjemno pomembno, da se ljudje družijo, kot so že moji predhodniki povedali, tako da jaz podpiram druženje. Zdaj, glede število društev, ja, mogoče bi se pa res mogla združiti in pa potem delovati tisti, ki ima pač skupne interese, delovati skupaj. Ne? Hvala lepa, gospod Horvat. Zanima me, je res najboljša rešitev, da imamo čim bolj dolgo pustno povorko, s čim več društev, je mogoče cilj tudi, da kakšno društvo je uspešnejše, ne vem, na regionalnem, vseslovenskem, pa tudi evropskem nivoju, bodi si športno, kulturno. Ja, prav gotovo je to drugo bi bilo bolj pomembno, ampak tudi povorka, čim daljša je, bolj veselo je in Dupličani smo radi veseli. Tako da, načeloma jaz nimam nič proti številu društev. Me ne moti tudi, če bi jih bilo 50, ker na silo združevati neka društva, pol to že po sam definiciji ni več društvo. Ne? Društvo je tisto skupek ljudi, ki so se našli in se družijo. Zdaj občina, jaz ne verjamem, da je bilo pametno združevati
upokojence Dupleka z upokojenci Vurberga, ker pač potem ne bi bilo več društva, ampak mogoče kregarija. Ampak, pomembno je... Razen, če gremo često. Tako, ja, ampak to je stvar društva. Verjetno se bodo našli med sabo tudi kdaj pa kdaj, ne? Pomembno se mi zdi bolj statusi društva, ne? Je eno društvo, ki je pomembno za občino in nekaj pridonese, so pa društva, ki so društva za to, da se imenujejo društva in da dobijo denar od občine, ne? To me pa bolj moti, ker sem pač na tisti strani, ki moram dajati. Pa to dajte gospodu Kaufmanu več kot 25 evrov. Ja, verjetno bi bilo lažje, če bi bilo za pravilnikom tudi to določeno, da neki praktično klub oziroma neka plesna šola ni društvo. Ne? Ker če ona dobiva denar od članarine oziroma od tega, da pokasira za tečaj, potem ne vem, zakaj bi potrebno bilo občina dajati za delovanje, ne? Če niso, zlasti pa če to niso naši občani. Še drugo bi se pa dotaknil turističnih društev, definitivno tukaj pa bi bilo potrebno nekakva krovna organizacija oziroma povezovanje. Sam imam v mislih razvojno-informacijski center, ki bi lahko povezal tudi to, da bi ljudje res lahko prišli na eno točko, tako kot je gospod Pankihe rekel, in tam našli vse, kar potrebujejo. In tam bi seveda lahko napotili na društvo Dupleka, na društvo Vurberga in to bi bila ena tako skupna točka, skupno delovanje. Razvojno-informacijski center ni nujno, da podpira samo turistična društva, tudi kulturna društva imajo marsikaj za pokazati in za kakšno prireditev za ponuditi. In mislim, da je to ena prava stvar, ampak vse se pa, da smo rekel, začne in konča z financami in upam, da bomo za to našli sredstva. Da dovolj sredstva. Razvojno-informacijski center, čisto konkretna rešitev, torej za društva in gospod Korošec, tudi mislim, da bo to tako povezani, če ne posredno, pa posredno z društvi. Mislim, da je smiselno imeti društva, ker se ljudje tam družijo, tudi mi imamo društvo in če ga ne bi imeli, se sploh ne bi poznali. Najbolj aktivna društva je potrebno nagraditi in pomagati pri samem delovanju društva, pomagati jim z razpisi, da pride do denarnih sredstev, pomagati tudi finančno in občina bi mogla pomagati, ker če poklinamo društva, ne vem, nesmisleno je, recimo, če bi imeli dva društva, je to nesmisleno. Društva se ne ukinjajo, gre se samo za združevanje oziroma za razprševanje podpore društvom, da lahko bolje delujejo. Mislim, da je smiselno imeti društva, ker se ljudje družijo, ker se ljudje se nimajo če. Hvala lepa. Gospod Štumberger. Gospoda Ljosteka bi lahko izval za tem vprašanjem. On je namreč predsednik pihalnega orkestra občine Duplek Domen, če bi se on združil s katerim društvom pri takšnem uspehu, pri takšnem prilivu ljudi in godbenikov tudi iz sosednjih občin krajev, ki na vsak način hodijo sem z nekim namenom, da tu žanjajo velike uspehe. Niste edini, med drugim tudi društvo upokojencev, tudi eno izmed izredno močnih društv v Dupleku. Moramo izpostaviti prostovoljnost, tu ljudje pač prostovoljno upravljajo svoje dejavnosti. Seveda, turistično društvo Vurberg na vsak način poleti, kako je Energija Vlaže event festival, davč po Sloveniji znan. Potem seveda imamo en dober judoklub, tudi pomen, da bi si kdo združil s takšnim, ampak to jaz podpiram, na vsak način društva, najbolj, ljudje pač tam izkazujejo svoje interese in tam se družijo in seveda je to namen samo v pozitivnem smeru. Konkretno obstaja več športnih društev, pa so nekatera samo na papirju. To je problem na tem, da obstajajo društva, ki delujejo in pa društva, ki so na papirju. In takšna, ki so na papirju, bi bilo potrebno, po mojem mnenju vsaj, boste povedali, kaj vi mislite, razpoznati jih ali priključiti kakšnim drugim ali pa bolje definirati občinske razpise. Ja, danes je v večini primerov edini problem in to je denar. Vsi, ki pridejo več s nekšnimi uspehi v tisto smer, ko se dejansko že začne ena taka manjša profesionalnost, potrebuje več denarja. In tega denarja seveda mi iz občinskega proračuna ne moremo zagotavljati. Seveda se bi potem morali na določene sponzorje obračati in da bi lahko reševali takšno problematiko. Torej, en konkret predlog, recimo Razvojno-informacijski center, denarja ni in pač društva torej podpirata takšno kot so. Društva ne ostajajo takšno kot so. Hvala lepa. Gospod Pankihar. Ja, res je, da imamo ogromno društev, pa smisel društev je tudi nazivo društev, to meni druženje. V prvi fazi bi bilo po moji presoji potrebno
preveriti interes posameznih društev, koliko so sploh pripravljena v kakršnokoli združevanje v okviru približno enakih dejavnosti. To pomeni, na ta način bi mogoče lahko racionalizirali, da ne bi imeli 5 god napihala, na primer, ampak da imamo lahko, koliko je to seveda interes društev, da se združijo, da ena, to pomeni drugemu pomagajo. Društvo bi morala podpirati ena drugo, to pomeni s tem tudi večajo interes kraja, povečuje interes kraja, povečuje se turizem, turistična dejavnost se to povečuje, je pa seveda treba tudi vedeti, tako smo prej rekli, kaj je pomen katerega društva na odzven. Če je društvo zelo aktivno, če daje občini na neko dodano vrednost, je seveda temu društvu treba dati neki večji pomen. Mislim pa, da je treba prevetriti, pregledati, ali je dovolj ali premalo društva, ampak po moji presoji bi bilo smiselno nekatera društva, kolikor seveda med društvi staja interes povezati v neko ali občinsko zvezo ali kakršnikoli drugačen naziv, s tem organizirati drugačen način razdeljevanja sredstev. Verjetno bi ljudje še malo bolj skupaj stopili kot danes, pa bi lahko tudi na ta način dobili kakšne večji efekti tudi pri društvi. Hvala lepa, gospod Penkifer, gospod Ahej. Ja, glede na to, da sem član tehničkega in turističnega društva občine Duplek, smatram, da je denar pravilno razporejen, glede na to, da ima občina Duplek dober pravilnik. Je pa res dejstvo, da pri vsakem razpisu morajo biti društva pravilno in dobro pripravljena, da znajo izkoristiti vsako točko in s tem vsak evro, ki jim je na razpolago. Vsekakor pa se ne bi strinjal, da bi se sredstva kršila za uspešna športna in kulturna društva v občini Duplek. Hvala lepa. Gospod Skok. Ja bi društva združil, kaj se pa tiče finančno so sponzori, tudi samih izpoziramo, tudi usluge in delamo, jaz mislim, da in tudi drugi župani to potrdijo. Hvala lepa, gospod Skok. Gospod Grajfoner. Ja, pogledajte, prav je, da je 46, naj bo kakšno društvo še več. Namreč iz preprostega razloga. Interesne dejavnosti, katere ti občani usklajujejo v teh društvih, so namenjene vsakemu posamezniku oziroma skupini ljudem in je prav, da je to tako. Poglejte, druženje je tista osnova, katera na večji meri manjka. Vsekako še bi dal večjo podporo te društvom, tudi finančno, tudi prek sponzorstve. Mogoče bi tudi občina lahko soodeležna pri sponzorstve, tudi drugih izvajalcev, ki kakšna dela opravljajo v naši občini in bi na tak način pomagali društvom. Športna društva so tista društva, gledajte, ki nese, ko so duša občine. Kulturna društva prav tako. In pogledajte, ko ste prej omenili en Vurbek, ko se pripravlja en turistični festival Vurbek, je cela Slovenija vezanega, takrat ve tudi za občino Duplek. In prav je, da je to tako. Pogledajte naprej. Judo klub Duplek, pogledajte, cela Slovenija pa Evropa je vedela glih iz tega naslova ven, ker so tako aktivni, ker so tako dobri športniki. Ne vem, mislim, da ponesejo svet, mislim dobro ime v svet in je to prav. Ne bi jih, če bi jih, bi samo združeval po interesnih skupnosti. In to je to vse. Hvala lepa, gospod Grajfoner. Tako s tem, še čisto, ja, gospod Hauptmann se je prijavil k repliki. Hvala lepa. Ker sem bil prvi razpravljalec, je kar nekaj takih nejasnosti se pojavilo. Tistih 25 evrov ni prejelo moje društvo, ampak eno društvo, ki mi je pač te podatke posredovalo, je pa vključeno v Športno zvezo Duplek, katere predsednik sem tudi. Gre za združevanje sorodnih društev, kaj so to nekateri ugotavljali. Zagotovo ne bi združevali verjetno društvo upokojencem z mažoretkami. Jaz mislim, da se ve, kjera društva... Čeprav upokojenci se mi zdi, da ne bi imeli ništa dosti proti. Zagotovo vemo, kjera društva so sorodna, vedno je problem denar. Vsako društvo, ki je prejemnik občinskih sredstev, rabi za svoje poslovanje kar veliko denarja in s tem z poenotenjem, z združevanjem veliko prihranimo. Da gremo dalje, kaj se tiče financiranja. Če se financira društvo, to vejo verjetno
naš finančnik, financira se društvo lahko občinsko društvo samo iz občinskega proračuna. Ne more se priglaševati na druge razpise, kar se zveze lahko. Se pravi, da se dobi sredstva tudi iz državnega nivoja. Nadalje, športna društva se lahko prijavljajo tudi v panožno zvezo, kjer se da pridobiti dodatna sredstva po posameznih panovah. Da pa še grem naprej v zvezo. Tako kot sem rekel, če bi kakšne zveze ustanavljali, športna društva se vključujejo prostovoljno, ni vstopnih provizij, tudi delujejo naprej samostojno, tako kot sem že omenil v začetku. In to ni ukinjanje kakršnihkoli društva, samo povezovanje, pa malo prišparati pri poslovanju. Hvala lepa, gospod Hauptmann. Tako s tem smo rado zaključili tudi tale krog, kar se tiče društev. Pred nami je samo še zadnje vprašanje, ki je sestavljeno iz dveh delov. Najprej me zanima, kako boste dobili večino v občinskem svetu v naslednjih 2 letih, namreč v prepostavki, če niste blizu koaliciji SLS in SDS, boste imeli velike težave. Torej, ta podpora me zanima in pa, če boste postali župan ali županja, bo vaša funkcija profesionalna ali neprofesionalna. To je seveda mogoče lahko stavek, zakaj. Torej, začeli bomo kar pri vas, gospod Greifhoner, večina v občinskem svetu in pa status. Ja, pogledajte, jaz prisegam na razumne, strpne pogovore, kateri so najkrajše pot do uspeha. Verjamem vseh 16 svetnikov, da so modri in znajo ravnati po svojih načelih in za dobrobit občanov občine Duplek. Kako boste opravljali funkcijo? To opravlja profesionalno, ker sem tudi profesionalno zaposlen v občini Duplek sedaj. Hvala lepa, gospod Greifhoner. Gospod Skok. Do večine. Ja bi isto za svetnike, isto bi so vredni ljudje delati. Kako se tiče profesionalne, pa je prerano. Hvala lepa, to je bil gospod Skok. Gospod Ahej, enako vprašanje tudi za vas. Ja, druga mi ne preostane, ker tudi jaz smatram, da so izvoljeni trenutni svetniki strpni in da se bo dalo v primeru izvolitve z njimi pogovarjati in strpno sodelovati. Vsekakor smatram, da občina Duplek potrebuje profesionalnega župana. Niso mi všeč namigovanja, da bi župan bil župan kot hobi in da bi imel nekje 2 ali več, morda enega profesionalnega podžupana. Menite, da zahteva celega človeka županovanja? Vsekakor. Hvala lepa, gospod Ahej. Gospod Pajnkihar. Glede na to, da bomo vsi delali pozitivne projekte za razvoj občine. Njega župana, ki bi delal negativno proti občini, sem prepričan, da bo občinski svet tisti, ki bo vse pozitivne projekte podprl, ne glede na politične barve. Tako da mislim, da bo v občinskem svetu prevladal razum, da bo tisto, kar bo dobro za občane, občinski svet tudi podprl, ne glede na to, z katera opcija je. Tako da tu se ne bojim, da bi v bistvu metali polena pod noge, ker kot župan ne bi delal proti mnenju občanov in proti razvoju občine. Ker se pa tiče drugega dela, glede na to, da sem podjetnik kar nekaj časa, bil v prvi fazi seveda zato do tistega trenutka, dokler ne bi uspel urediti vseh zakonskih obveznosti, ki jih je pač potrebno urediti za prehodom na profesionalno funkcijo, upravljanje profesionalno, potem pa seveda profesionalno naprej. Hvala lepa, gospod Pajnkihar, gospod Štumberger. Sem pač edini, sem se na plakatih pojavil z 2 strankama in sicer to za eno podporo skupine, ki me pač v osnovi že podpira, zato seveda pričakujem večjo podporo v občinskem svetu. Ste pa v veliki prednosti pravzaprav v tem trenutku. Dejansko smo se pač trudili v tej smeri, da gremo za takšno obliko tudi na volitve, da ljudem pač prikažemo, da trenutna državna politika tudi steže na lokalni nivo, skušamo seveda na vsak način lobirati tudi v tej smeri, da bi seveda tudi tam kaj dosegli. Podpora v občinskem svetu, to je osnova za delovanje vsakega župana. Brez podpore v občinskem svetu seveda lahko prvi rebalans ali pa zaključni račun, ne vem, glavno to se lahko že dogaja tudi letos in seveda smo si to do neke mere že zagotovili, seveda pa na vsak način podpiram in prepričam tudi ostale svetnike, da sodelujejo in seveda gremo v isti smeri naprej. Kako boste opravljali funkcijo? Funkcijo v samem začetku se ne mislim zaposliti iz preprostega razloga. Pogovarjali smo se o proračunu
Vsi vemo, kaj pomeni funkcija župana, koliko je tudi denarja. Na vsak način bi tudi jaz želel prihraniti določen kos stroškov in seveda to je ena izmed možnosti, da tu tudi uspemo. Seveda, če bi pa v prihodnosti problem pokazal, da je treba se potem tega loti profesionalno, se bi tega tudi profesionalno. Hvala lepa, gospod Štumberger, gospod Korošec. Mislim, da se bomo z svetniki lahko pogovarjali. Ni važno, ali si levi ali desni, ali si ona stranka ali ona stranka, strniti moramo v glave in razmišljati dobrobit občanov in občanov. Ne smemo si nagajati enemu drugemu, ker smo to majhna občina, kot zadnje vprašanje pa bilo. Torej ste za povezovanje in pa kako bi upravljali funkcijo? Funkcijo bi profesionalno upravljal, ker občina rabi celega človeka, celega župana. Hvala lepo, gospod Korošec, gospod Horvat. Ja, moram reči, da se je politika, tista res iz državnega nivoja, že bistveno preveč vpletla v ta naš nivo. Občina Duplek je nekoč občinski svet deloval preprosto brez koalicij, brez strankarskih delitev na naše in vaše, pa so vsi podprli dobre projekte. To je bila tudi politika bivšega župana. Jaz bi nadaljeval s to politiko. Verjamem, da dobri projekti in dobri argumenti morajo prevagati tudi in prepričati tako zelene, oranžne in rdeče, rumene in skratka. Mislim, da je politika tista, ki v takšnih malih vaseh, manjših občinah ne sme igrati odločilne vloge. Se ne bojite kakšnega nagajanja v primeru izvolitve? Ne bojim se nagajanja, ker pač imam dobre odnose z vsemi svetniki, ne nazadnje imam tudi med podporniki 3 svetnike, ki so mi dali podpis za to. Prav tako moram izpostaviti tukaj žal to, da neka podpora, ki je pač moj podpornik na enem drugem plakatu, se mi ne zdi sporna. Vem, da podpira dobre rešitve in da bom volil modro, vse ostalo pa se mi ne zdi sporno. Jaz mislim, da bomo sodelovali vsi skupaj dobro, ne glede na barve, ne glede na stranke in pa to je moje mnenje. Jaz verjamem, da večino že imam. Kako boste upravljali funkcijo? Jaz sem profesionalno, ker občina upravlja z 6 milijoni premoženja in profesionalna funkcija to vsekakor zahteva. Ne moremo si predstavljati, da bo nekdo v prostem času upravljal 6 milijonov vašega denarja, spoštovani voljivci. Glede prihrankov pa je tako, če bo nekdo neprofesionalni župan in bo s tem prihranil pol županske plače, bo verjetno nadal še enega podžupana, tako da tu prihrankov nekih prav gotovo ne bo. Dejstvo pa je, da sam, ker poznam nekako delovanje občinske uprave, tudi se ne bojim, da bom poprijel za to, kar sem že do zdaj delal, tudi kot župan. Samo ena stvar je še tukaj zanimiva. Gospod Greifwohner, gospod Štumberger in gospod Horvat, vsi ste zaposleni na občini, lahko obljubite, da boste sodelovali med seboj, kdorkoli od vas bo župan, ne bo kakšnega odpuščanja. Poglejte, to bi bilo neumno, Zakaj bi odpuščali, zakaj bi bile to prisotne zamere, kajti vsi moramo gledati, da bo ta občina šla naprej, da bo razvoj tisti, ki bo pripomogel temu, da bomo skupni še trdnejši in naprej. Hvala lepa. Gospod Štumberger, samo na kratko. Samo če se vrnemo en korak nazaj, tudi bivši župan, sedanji poslanec, je svojo funkcijo opravljal neprofesionalno. Jaz sem bil njegov podžupan, isto sem opravljal neprofesionalno. Danes občina deluje naprej in tudi, ne vem, baksa vsega skupaj določenih statutih tudi napisano, da seveda občina potrebuje podžupana, ga mora imeti, na vsak način ne bomo te stvari peljali samo v tej smeri in ne želim si, da bi, še enkrat ponavljam, z dodatnimi sredstvi obremenjeval občinski proračun. Gospod Horvat, boste lahko sodelovali? Moje stvari ni dobenih zadržkov. Hvala lepa. Gospod Žniderič, torej tudi za vas tole dvojno vprašanje, kako do večine in pa način upravljanja funkcije. Torej podporo v občinskem svetu želim dobiti z dobrimi projekti, konsenzom in pa seveda predvsem za poslušanjem drugih idej in tako dalje. Jaz res upam, da bomo vsi delali skupno dobro, da ne bo zamer in tako dalje. Jaz bi se pa strinjala z gospodom Korošcem, da vodenje občine potrebuje celega človeka, se pravi, to je rekel gospod Korošec enostavno. Hvala lepa, gospod Žniderič, gospod Kumer.
Jaz bi rekel takole, strinjam se s tistimi, ki pravijo, da morajo pretehtati argumenti. Ravno neke naprej pripravljene koalicije lahko pomenijo eno umje. Zato pa moramo o vsaki stvari odločati in se pri vsakem projektu takrat delati koalicije v dobro občine. Tako da mislim, da tukaj ne bi smelo biti problema, če svetniki mislimo dobro, če delamo za občino. In že sedaj se je pokazalo, da smo tiste prave projekte vedno znali podpreti. Tako da tako pričakujem tudi v prihodnje. Se pa strinjam z ostalimi, da ne bom ponavljal, da je pač potrebno profesionalno upravljati funkcijo. Hvala. Gospod Partlič. Definitivno profesionalno. Moji občani si zaslužijo profesionalnega župana. Kako pa do večine v občinskem svetu? Ni to nekaj folk, kar ni govorijo, ne? Imamo kar nekaj takih svetnikov, poznamo dajati. A to, da vi pričakujete prvi od vseh kandidatov težav? Ne pričakujem težav, večina bo zagotovljena. Nekateri tukaj govorijo že o neki večini, ampak matematično ni res skupaj. 5 plus 2 je 7, 16, ni mi jasno, no. Večino bom pa sigurno pridobil z svojim delovanjem v občinskem svetu, sem že dokazal, da znam sodelovati z različno mislečimi, znam prisluhiti vsakemu svetniku, pa znam tudi vsakemu nazaj povedati, če si ne mislim isto potom. Direktno. Hvala lepa, gospod Partlič, še gospod Hauptmann. Še nekaj. Dušan Hrbiš, sem rekel, njegov gospod, ki zdaj bil tukaj, ne? Vedno govori, kak je njegova občina najlepša. In se zadnjič prejel tukaj, pa spet rekel, moja občina najlepša. Ko me župan, bo rekel, moja občina je druga najlepša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Partlič. Gospod Hauptmann. A je to zaključni govor? Samo dve vprašanji sta večina in pa način upravljanja funkcije. Moram poudariti to, kar so že ugotavljali moji predhodniki. Nihče nima zagotovljene večine, kot je bilo nekje zapisano. Verjetno bo se mogli naučiti ponovno šteti, vsaj za enkrat ne. Stavim pa na dobro sodelovanje, ker na lokalni ravni ne sme biti delitev. Sem dovolj povezovalen, to, kar sem že dokazal z delom v občinskem svetu, tako da se za podporo pri skupnih projektih ne bojim. Če bomo delali za skupne cilje, potem ni za to nobene bojazni. Kako boste delali za skupne cilje? Za skupne cilje bom pa delal, morda malo ljudi begajo takšni izrazi, kot so profesionalni. Jaz bom zagotovo delal profesionalno. Razmišljal bi pa še v začetku, če bi to počel poklicno ali ne poklicno, ker vseeno se mi zdi 20 000 evrov na letni ravni prihraniti občini, to pomeni na celotno obdobje županovanja kar lepi znesek in zato si občina lahko privošči marsikaj. Glede na mojo fleksibilno službo, ki jo opravljam, bi lahko to počel primerjali z tem, da je naš bivši župan to počel v Ljubljani, bi meni uspevalo tudi iz Maribora. 2 tedna bi bil cele dneve na razpolago. Ostalo pa še pri vas doma. Ostalo pa bi delal po poti. Hvala lepa, gospod Hauptmann. Hvala seveda vsi kandidati, to je bilo še zadnje vprašanje našega večerovega soočenja. Bob, upam, da smo vam razsvetlili njihova stališča, upam, da ste uživali in da bo seveda vaša izbira na volitvah lažja. Hvala lepa za takšen obisk in srečno.